Dober dan, pozdravljeni. Dobrodošli na predstavitvi Cobisa Plus. To je verzija 15, kot vidite, je še to vedno beta različica. Zdaj, ko govorimo o novostih, ne bomo toliko govorili o novostih, ampak bolj ali manj o tem, kako daleč smo prišli z trenutno verzijo, ker še vedno pač te funkcionalnosti starega Cobis Plus prenašamo v to novo generacijo. Edina novost, ki ste jo tako že videli, je portal Cobisela, ki ga bomo tudi na kratko predstavili v današnji predstavitvi. Zdaj, kaj se tiče Cobisa Plus, odločitev, zakaj smo se odločili za ta korak, je predvsem v tem, ker želimo tehnično nadgraditi, povečati odzivnost, hitrost delovanja, predvsem pa prilagoditi spletno stran, da bo dostopna na vseh mobilnih napravah in da so tudi vse funkcionalnosti, ki jih imamo v brskalniku, na voljo tudi na telefonih, tablicah in na vseh napravah, ki jih pač lahko nosimo v žepih zraven nas. Zdaj, v nadaljevanju bomo seveda še dopolnjevali vse možne funkcionalnosti in stvari, ki še jih v tem času nismo. Recimo za verzijo 16 imamo planirana spletna plačila, spletni vpis, podaljševanje članstva, naročanje gradiva za medknjižnično izposojo in še druge funkcionalnosti, ki jih bomo sproti dopolnjevali. Čez poletje bomo verjetno tudi vključevali te naše Discovery servise, to je bo mogoče bolj zanimivo za kakšne univerze in pa za raziskovalce, ki bojo iskali kakšno gradivo preko teh servisov. Zdaj, kaj se tiče tega, je zdaj ta beta verzija v bistvu prvi stik te nove generacije Cobis Plus z uporabniki, se pravi preko portala Cobis.ele lahko že uporabniki tudi si izposojajo predvsem e-knjige, ampak tudi vse ostale funkcionalnosti, ki so na voljo, se pravi rezervacije, iskanje gradiva, prikaz zaloge in tako naprej. Vse to je že na voljo tudi uporabnikom, tako da če bo kdo rezervacijo sprožil preko novega Cobis Plus, to tudi že vse dela in je vse podprto. Drugače pa primarni Cobis Plus je še vedno stara generacija, verzija 13.20, mislim, da smo zdaj trenutno. In ta verzija se bo s koncem letošnjega leta tudi poslovila. Posledično se bo poslovil tudi mCobis, zaradi tega, ker pač ves zaledni sistem za mCobis deluje na stari generaciji C++. To bomo verjetno v jesenskem času tudi ustrezno obvestila obesili tako na obstoječi Cobis Plus kot tudi na mCobis, tako da bojo uporabniki tudi pripravljeni na ta prestop. Z novim letom bomo pa verjetno tudi to beta različico Cobis Plusa pretvorili v primarno različico, tako da bo ta Cobis Plus naš tudi zaživel kot glavni vir za iskanje gradiva za vse knjižnice. Knjižnice bi s tem tudi prosil, da mogoče se lotijo, pa mogoče res nekaj časa položijo na to, da vidijo, kako se prikazuje njihova zaloga, kako deluje novi Cobis Plus, kako je spremenjen glede na to, kaj smo navajeni iz obstoječe generacije. Z veseljem bomo sprejeli kakšne komentarje, dopolnitve. Neke stvari smo se zavestno odločili, da ne bomo delali tako, kot smo v starem Cobis Plusu delali. Nekatere stvari še moramo dopolniti, tako da bi lepo prosil za vaše komentarje in predloge, predvsem pa, če boste videli, da se karkoli na trenutni generaciji, mislim, na novi generaciji Cobisa Plus ne vidi, oziroma ni prikazano, ali pa je mogoče preveč prikazano, da tudi javite, da preverimo in da tudi dopolnimo in popravimo. Tako, zdaj, kaj se tiče vprašanj, imate na voljo pisno možnost vprašanj, se pravi, spodaj imate Q&A, se pravi, tam napišite, prosim, vaša vprašanja, ki jih boste imeli. Če bodo kakšna krajša vprašanja, bom jih sproti odgovarjal pisno. Če bodo kakšna
bolj obsežna vprašanja jih bomo pa z Zdenko probala odgovoriti ob koncu seminarja, tako da bomo to vprašanje mogoče malo bolj obdelala. Tako da tisti, ki še mogoče niste preizkusili nove generacije Cobisa Plus, to je povezava, lahko QR kodu poskenirate. Aplikacijo si lahko tudi namestite kot PVA, se pravi kot mobilno aplikacijo z ikonico na vašo mobilno napravo in tudi delate podobno kot mCobis. Že delamo in si izposojamo ta gradiva, tako da vas vabim, da to preizkusite. Torej, jaz bom zdaj predal besedo Zdenki, tako da Zdenka izvoli za vsa vprašanja, pa kot rečeno Q&A. Najlepša hvala. Marko, najlepša hvala. Lep pozdrav vsem skupaj z moje strani. Sem Zdenka Kamenšek. Večkrat vam kaj predstavlja novega, tako da danes bom predstavljala novo generacijo Cobis Plus. Zdaj upam, da vidite. Tako, Marko mi je pokazal, da vidimo. Nič, potem pa kar se lotimo dela. Samo da tole malo pomanjšam. Očitno ne znam čisto v redu, pa dobro. Ja, verjamem, da tisti, ker kar nekaj smo ugotovili, ko smo malo spremljali vaše delo, da ste že poskusili delo v aplikaciji Cobis Plus beta, torej to je naša vstopna stran. Pozdravi vas novi logotip Cobis beta, potem pa seveda tu je vstopna stran za neprijavljene uporabnike. Torej, kaj imamo na voljo? Imamo vstopno okno, oziroma glavno okno, kjer lahko kar začnemo iskanje. Zdaj seveda, če ne izberemo knjižnice, pač začnemo z iskanjem po vseh knjižnicah. Na voljo imamo tudi nekaj hitrih filtrov, lahko preklopimo na napredno iskanje. Lahko se pa seveda prijavimo, ker ta opcija pač omogoča malo več možnosti kot za neprijavljene uporabnike. Tako da bom sedaj se kar prijavila v Cobis Plus, torej kazala bom na enem testnem okolju, ker namreč prijava v Cobis Plus omogoča malo več uporabo večine od funkcionalnosti, ki sicer pač uporabniku niso na razpolago. Tako da kar izberemo prijavo, torej imam dve možnosti. Prijava je trenutno omogočena samo s prijavnimi podatki za mojo knjižnico ali pa z registracijo z e-naslovom, kar je že Marko omenil, pa mislim, da je že bilo eno vprašanje, torej prijava z AAI bo podprta v eni izmed prihodnjih verzij. Torej, kako se prijavimo? Nič posebnega, že čisto znan način. Torej, izberemo knjižnico, vpišemo številko izkaznice, geslo. In seveda, če vse ok, smo prijavljeni v Cobis Plus, torej v profil. Zdaj takoj vidite, da je vstopno okno za prijavljene uporabnike malce drugačno kot za neprijavljene uporabnike, torej na vstopnem oknu se potem iskalno formo pokaže pač podatki o članstvih, ki jih imam dodana na profil, ampak o tem malce kasneje. Zdaj pa se lotimo kar čisto na začetek. Torej, vemo, da marsikaj bomo klikali in kako se vračamo na to vstopno stran. Za vračanje na to vstopno stran imamo vedno na razpolago možnost domov ali pa Cobis Plus beta, torej vedno pridemo na izhodišče. Potem imamo v tej zgornji navigacijski vrstici, če je možnost polic, torej kaj se zgodi, če klikne na police. Torej, gre za prikaz oziroma seznam polic ali pa možnost kreiranja novih polic. To gre za gradivo, ki si želimo pač kot uporabniki dodati na police, mogoče si delamo kakšne bralne sezname, pripravljamo bralne sezname recimo za svoje učence, za otroke, torej to sem shranjujemo pač zapise o tistem gradivu, ki nas bo verjetno vsaj nekaj časa zanimalo. Torej, lahko imamo 5 polic, na policah lahko kar marsikaj dodamo. Imamo možnost nastavitev polic, torej lahko urejamo police, lahko jo seveda odstranimo, lahko jo pa tudi delimo. To je ena funkcionalnost, ki je v obstoječem Cobis Plusu nimamo, in sicer lahko delimo polico, torej delimo povezavo in recimo posredujemo, ne vem, sodelavcu,
otrokov, svoje učence, svojim študentom in dejansko si lahko to polico potem tukaj pri možnosti uvožene police dobijo link in si lahko pripnejo. Tako to omogoča pač eno tako dokaj preprosto deljenje, recimo bralnih seznamov ali pa seznamov, ne vem, za kakšne bralne značke. Na tem opciji uvoz za police imamo tudi možnost uvoza police iz starejše generacije Cobiss Plus, torej tisti uporabniki, ki so imeli v starem Cobiss Plusu že pripravljene police, bodo s klikom na to opcijo lahko uvozili police v novi Cobiss Plus. Torej, sinhronizacija ne poteka samodejno, kar se polic tiče, ampak je potrebno pač narediti ta uvoz. Zdaj, veliko uporabnikov ima shranjeno gradivo na tako imenovani splošni polici. Vso tisto gradivo, ki je tam shranjeno, se ne bo uvrstilo na te konkretne police, ampak bo šlo med opcijo priljubljeni. Torej, to je ena izmed opcij, ki smo jo sedaj dodali v novi generaciji Cobiss Plus, v stari tudi ni bilo. To verjetno to opcijo priljubljeno poznamo že, ne vem, iz Bookinga, iz kakih iskanj, iz spletnih trgovin, torej gre za dejansko za to, da si, ko brskamo recimo po katalogu, lahko sproti označimo s tem srčkom zapise oziroma gradivo v našem primeru, ki nas bo morebiti zanimalo. Jaz bi rekla, to je taka neka sprotna košarica, kamor pač not mečemo stvari, ki se nam zdijo zanimive, potem pa pač seveda lahko umaknemo med priljubljenimi. Torej, gradivo, ki je dodano med priljubljeno, ima ta pobarvan rdeči srček, gradivo, ki je dodano na police, pa ima tole modro, ne vem, kako se reče, pač tole modro ikonico pobarvano. Torej, če želim umakniti s police, to samodejno sproti osvežuje, lahko seveda gradivo dodam še na kako polico, kljub temu, da je med priljubljenimi, torej recimo, da si trajno shranim, tako da to je ena taka dve varianti pravzaprav, kako si lahko mi pač shranjujemo to gradivo oziroma zapise, ki nas bodo eventualno zanimali. Zdaj, kot že rečeno, kako se vračam na izhodišče? Na izhodišče se vračam s klikom na gumb domov. Zdaj, če gremo naprej po navigacijski vrstici, imamo tukaj v navigacijski vrstici prikazano članstvo, s katerim smo se prijavili v mojo knjižnico. Če imam avatarja nastavljenega na tem članstvu, se mi tudi avatarček tukaj prikaže. Če sedaj kliknem na ta gumb, bomo dobili podatke o moji knjižnici. Torej, to je tisto, kaj bi rekla, kaj vse je evidentirano pri meni kot članu. In potem imamo še več možnosti. Če kliknemo na ta sendvič meni, imamo možnost pogleda v shranjena stanja, možnost urejanja profila, potem pa eno skupinico teh splošnih nastavitev, torej možnost spremembe teme, torej imamo svetlo temo, temno temo in pa sistemsko temo, pač tukaj izberejo uporabniki, kaj želimo, jaz bom ostala kar na svetli temi, potem možnost premika v angleški oziroma slovenski vmesnik Cobiss Plusa, potem imamo možnost izbora baz, torej tukaj imamo izhodiščno točko, da izberemo ostale baze, ki sodijo tudi v sistem Cobiss, spet se bom vrnila domov. Potem imate možnost prijaviti napako v programski opremi, torej pridete do ene aplikacije, kjer potem napako vpišete in pa seveda imate tukaj tudi možnost odjave iz profila Cobiss Plus. Zdaj, če pogledamo naprej, kaj še se zgodi za prijavljene uporabnike. Torej, prijavljeni uporabniki dobijo na takih karticah organizirane po knjižnicah članstva, ki so na profilu iz posamezne knjižnice. To je bolj aktualno za tiste, ki uporabljajo to virtualno člansko izkaznico, torej na kartici, če želijo se avtorizirati oziroma identificirati v knjižnici s člansko izkaznico, pa nimajo one fizične članske izkaznice, kliknejo na tole ikonico za prikaz virtualne članske izkaznice. Ta virtualna članska izkaznica velja samo 5 minut in se potem mora generirati nova, ko pač poteče. Na tej kartici imamo možnost tudi takošnjega preklopa v iskalnik za izbrano knjižnico, torej če izberem sedaj išči v knjižnici, boste videli, da me kar postavi pravzaprav bi rekla v mariborsko knjižnico in lahko tam izvajam iskanje. In pa potem je tukaj kratki prikaz osnovnih podatkov o knjižnici. Kot že rečeno, kot je Marko povedal, torej nimamo še vse čisto končanega, tako da še mogoče kateri izgledi niso čisto tako, kot si mi želimo.
Torej, tukaj imam sedaj vsa članstva, torej tale tretje članstvo vidite, da nima avatarja, ampak je ta avatar nekakšno programsko generiran. Tukaj so potem prikazane vse knjižnice, ki sodijo pač v moj profil, lahko še dodam kako članstvo in se potem bodisi kreira nova kartica ali pa se članstvo doda na eno izmed obstoječih knjižnic. Tukaj lahko še tudi prestavljate tele kartice knjižnice gor ali dol, odvisno koliko različnih knjižnic imajo uporabniki, oziroma če imajo več kot eno knjižnico, torej lahko pomaknejo gor ali pa dol, odvisno pač kakšne želje ima posamezni uporabnik. Potem še ena taka ena taka dopolnitev oziroma možnost, ki bo mogoče koga zanimala, ki ima več različnih članstev na knjižnici. Torej, ko gre tu na več možnosti in pa na uredi profil, ima možnost določene privzetega članstva na profilu. Torej, to je ta opcija. Torej, privzeto se tukaj v članstvu na profilu pojavi članstvo, s kateri so se prijavili, ampak lahko se pa zgodi, da to ni moje primarno članstvo, ki omogoča pač malo hitrejšo navigacijo in se lahko na tej opciji tudi spremeni to privzeto članstvo. Recimo, da sedaj se odločim, da bo privzeti član recimo Anže, tako vidite, da se takoj tukaj spremenilo. To je še bolj pomembno za mobilne naprave. Torej, na mobilnih napravah izgleda vmesni takole in vidite, da dejansko se potem v ta osrednjem delu mobilne naprave v spodnjem delu v navigacijski vrstici pokaže kar to članstvo in potem spet je dosti lažja navigacija za končne uporabnike. Torej, dejansko si lahko privzamejo uporabniki članstvo. Ja, tako zdaj pa gremo bolj na začetek, torej kaj običajno uporabniki, s čim običajno začnejo z delom, torej običajno začnemo v katalogu knjižnice iskati. Torej, privzeto je narejeno tako, da začnemo iskati po vseh knjižnicah v sistemu COBISS, vkolikor pa seveda nam to ne ustreza, pa si izberemo lahko knjižnico iz pustnega seznama. Zdaj knjižnice lahko v pustnem seznamu iščemo, lahko iščemo tudi po oddelkih, oziroma lahko izberemo knjižnico tudi glede na oddelek knjižnice. Recimo, če vpišem Tezno, tisti, ki ste z mariborskega konca, boste vedeli, torej Tezno je enota mariborske knjižnice in pač program ve, da če vpišem Tezno, da je to v mariborski knjižnici in lahko pač izberem na tak način knjižnico, v katero sodi ta oddelek. Lahko pa seveda iščem kar po vseh knjižnicah. Potem imamo na tem iskalnem, mogoče še to, če iščemo po eni knjižnici, bomo dobili seveda podatke o rezultatih iskanja za to knjižnico in pa podatke o zalogi tudi za to knjižnico. Če bi izbrali več kot eno knjižnico, bomo dobili rezultate iskanja seveda za vse izbrane knjižnice, ampak podatke o zalogi pa dobimo na enak način, kot da bi iskali na vzajemnem nivoju. Tako, jaz smo zdaj ostala kar v mariborski knjižnici, potem pa smo naredili na tej vstopni strani za iskanje tudi možnost tako imenovanih hitrih filtrov, uporabnik izbere tako, da klikne na njih, torej hitri filtri v COBISS Plusu so pravzaprav vrste gradiva, ker smo pač ugotovili, oziroma na osnovi analize statistik uporabe COBISS Plusa se je pač pokazalo, da uporabniki običajno omejujejo bodisi na knjige, zvočne knjige, revije, časopise, mi smo še pa dodali za omejevanje za iskanje po COBISS Eli. Zdaj, kako sprožimo iskanje? Torej, kliknemo iskalno okno, tukaj pravzaprav ni nič posebnega, mogoče samo to, torej, če ste že kaj iskali v tej seji, pač ko ste se prijavili v COBISS Plus, se dejansko vam ponudi že zgodovina iskanja, lahko pa uporabite seveda, oziroma je vključena tudi možnost avtokompleta oziroma samo dokončanja. Torej, če vpiše recimo Feri Lainšček, mi ponudi pač vse možnosti Ferija Lainščeka oziroma 10 različnih možnosti, če kar izberem, se iskanje kar izvede, če grem nazaj. Vidite, da imam takoj v zgodovini iskanja, torej ohrani se 10 zgodovin iskanja, lahko pa seveda to iskalno niz prenesem samo v iskalno okno in ga potem po potrebi dopolnim. Za iskanje lahko seveda tudi hitro pobrišem. Tako, potem bom pa uporabila kar iskanje za Draga Jančarja in pridem že pravzaprav na drugi nivo našega uporabniškega vmesnika, to je na prikaz rezultatov iskanja. Tukaj vidite, da se dejansko ta iskalni niz še ohranil.
ampak na rezultatih iskanja vidite, da se nam ponudi tudi možnost izboljšanja rezultatov iskanja, torej tukaj se nam ponudi možnost uporabe teh filtrov, ki jih po domače včasih rečemo kar facete. Tako da, če želim sedaj izboljšati ta prikaz rezultatov iskanja, torej imam dobrih 1800 zadetkov, kaj lahko storim, recimo, da me zanima gradivo od Jančarja samo v slovenskem jeziku, pa recimo tudi angleškem, poklikam, potrdim in vidim, da imam filter še nastavljen in mi je malo pofiltrirala rezultate iskanja. Recimo, da me zanimajo samo tiskane knjige, spet si lahko faceto nastavim in kaj se sedaj zgodi, vidite, da imam še manj zadetkov. Pa recimo, da bi še me zanimalo leto izdaje, recimo zadnja 3 leta, pa dobim še bolj natančni prikaz rezultatov iskanja za vse te izbrane filtre. Torej, kombiniramo lahko samo več filtrov in to pomeni, da si izboljšamo prikaz teh rezultatov iskanja, ki smo jih dobili. Zdaj, da ne rabimo vsakega posebej označevati, lahko se tudi tako lotimo ali pa recimo takole. To je seveda malo štorasti način, zato lahko uporabimo gumbek ponastavi. Ta ponastavitev pomeni, da nam je dejansko pobrisal vse nastavljene facetne filtre. Iskalno zahtevo si lahko tudi shranimo, za ta namen imamo tukaj pod seznamom facetnih filtrov en gumbek Shrani iskanje. V primeru, da imamo nastavljene tudi facete, bom zdaj pač nekaj spet poklikala, shranila in izberem možnost Shrani iskanje, se bo iskalna zahteva shranila, to se izpiše tako majhno sporočilo spodaj desno in če grem sedaj na shranjena iskanja, ta so dostopna pri možnosti več in shranjena iskanja, vidite, da imamo to shranjene iskanje in ga lahko ponovno uporabim. In v primeru shranjenih iskanj, ko imamo nastavljene tudi te facete, se tudi te facete ohranijo, tako da dejansko izvedemo iskanje in se ohranijo tudi facete, ki smo jih nastavili. Pa poglejmo sedaj malo še rezultate iskanja. Sedaj bom te facetne filtre ponastavila, zato da vam lažje pokažem. Torej, dobimo seznam rezultatov iskanja. V primeru, da ima gradivo naslovnico, je tudi ta prikazana, sicer pa pač imamo oznako za vrsto gradiva. Torej, privzeto se naloži prvih 25 zadetkov, če želimo jih prikazati še več, uporabimo možnost naloži več in se naloži nadaljnjih 25 zadetkov. Pa spet 25 zadetkov. Zdaj, tukaj desno imate potem gumbek za vračilo na vrh strani, tako da lahko pridete spet na vrh. Torej, imamo možnost nalaganja po 25 zadetkov, zdaj mislim, da omejitev pri 500 zadetkih. Zdaj, če dobimo takšno veliko število zadetkov, je seveda smiselno za lažje pregledovanje uporabiti bodisi facetne filtre, bodisi pa je treba izboljšati pač iskanje, torej bolj definirati našo iskalno zahtevo oziroma naše potrebe, kaj potrebujemo, zato da pač dobimo nek seznam rezultatov iskanja, ki je tudi bolj obvladljiv. Ja, sedaj pa poglejmo, kaj sploh dobimo na prikazu rezultatov iskanja. Torej, dobimo čisto osnovne podatke o gradivu, res so izbrani samo tisti najpomembnejši podatki, ki dajo čist kratek uvid v seznam gradiva. Torej, dobimo naslov gradiva, ki hkrati tudi link, ki nas popelje na več podatkov o tem gradivu, avtorja, vrsto gradiva, jezik, leto izida. Potem pa imamo tukaj že možnost, da dodamo zapis lahko med priljubljene. Recimo, če se malo scrollam, recimo, da me ti zanima, pa tole, da me zanimivo veliki briljantni valjček, pa recimo spet lahko dam na kako polico. Lahko pa tudi imamo tukaj še več možnosti, torej, če kliknemo na te več možnosti, lahko delimo povezavo. Recimo, da želimo to povezavo na ta zapis deliti sodelavcem, kolegom, otrokom, kakorkoli že. Lahko kopiramo povezavo, pa jo pošljemo prek kakega drugega načina za komuniciranje. Lahko pa uporabimo tudi možnost citiranja, to je predvsem za tiste, ki pač se uporabljajo to gradivo pri pripravi raznih drugih nalog. Citiranje sicer v pripravi, ampak neke osnovne stvari so še urejene, tako da lahko pač izbrani citatni format pridobimo in pa lahko potem tudi uporabimo kopiranje, pa prenesemo recimo v neko diplomsko delo ali pa raziskovalno delo. Običajno tako seveda, da to, kar tukaj vidimo, je to neki čist kratek prikaz podatkov in če želimo še kaj več vedeti o tem gradivu,
moramo klikniti na ta zapis, tako. Tukaj pa dobim še kar malo več podatkov o tem izbranem gradivu. Torej, kaj vidimo? Torej, poleg tistih osnovnih podatkov dobimo še več podatkov, recimo, da ima gradivo vpisan povzetek, je ta povzetek tukaj izpisan, potem, če imamo neke povezave naprej na gradivo, recimo to imamo na Biblos, na DLib, potem lahko pogledamo, kaj je v DCOBIS-u za to gradivo, potem imamo tudi opcijo Išči dalje. Torej, če bi nas zanimale vse izdaje velikega briljantnega valčka, bi izbrala možnost vse izdaje in prevodi in potem dobim vse izdaje in prevode za to izbrano gradivo. Kaj so še ostale možnosti? Torej, tole smo že dodali na polico, zato je tale znakec pobarvan, če ga damo priljubljene, je tudi ta pobarvan. Imamo tudi tukaj več možnosti. Poleg tistih treh, ki smo že imeli na seznamu rezultatov iskanja, imamo tukaj možnosti tudi še vpogleda v podrobne podatke. Tako, kliknemo in tukaj dobimo sedaj v takem zelo poljudnem načinu prikazane vse podatke, oziroma veliki del podatkov, ki so o zapisu vneseni v bazi podatkov. Tako da tukaj lahko pač preberemo, kaj nas zanima. Torej, to je en prikaz podatkov, potem lahko pogledamo zapis o tem gradivu v formatu ISBN in pa zapis lahko pregledamo tudi v formatu COMAC, torej za knjižničarje, da lahko pač dobijo še dodatne informacije. Na tej modri pasici imamo potem še kar možnost za nadaljnje opcije, torej, ker gre v tem konkretnem primeru za e-gradivo, imamo tukaj že možnost izposodi si, torej tukaj bi si že lahko dejansko si izposodili to gradivo. V primeru fizičnega izvoda gradiva pa gre seveda za gumb rezerviraj, vkolikor pač knjižnica, v kateri smo, pač omogoča rezervacije gradiva. Zdaj, mogoče še kako pa potem lahko preskakujemo oziroma pregledujemo zapise, ko smo še na konkretnem zapisu. Torej, zadetke lahko tukaj na desktopu pregledujemo tako, da gremo na naslednji zapis. Zdaj vidite, če sem si že odprla format COMAC, potem se mi pač vedno prikazovali podatke o zapisu v formatu COMAC. Pa recimo, da zdaj to nočem. Torej, na tak način lahko listam med zapisi, naprej, nazaj. Pa pogledamo še malo naprej. V primeru, da uporabljate PVA, torej pač aplikacijo na mobilni napravi, pa lahko uporabljate swipanje. Pač podrsnete pa greste kar naprej po zapisih oziroma nazaj po zapisih. Tule vidite, da je taka navigacijska vrstica, ki omogoča bodisi vračanje na seznam rezultatov iskanja. Torej, se vrnemo na prikaz rezultatov iskanja, lahko se pa vračamo na čisto izhodišče, zopet na to glavno iskalno okno. Tako da smo pač probali na čim večjih mestih dodati možnost vračila uporabnika bodisi na začetek, bodisi na prikaz rezultatov iskanja. Zdaj tole recimo imamo en zapis, ki očitno nima, gremo malo še dalje. Torej, tule smo sedaj še vedno v vzajemnem nivoju in pod zapisom dobimo podatke o razpoložljivosti gradiva. Torej, vemo, da na vzajemnem nivoju dobimo podatke o razpoložljivosti gradiva v vseh knjižnicah v sistemu COBIS in sicer dobimo seznam knjižnic, ki z gradivom razpolaga, in če kliknemo na gumbek Info, dobimo podatke o tem, s koliko izvodi gradiva knjižnica razpolaga. Zdaj, če recimo bi želela iti potem kar v mariborsko knjižnico pogledati, da dobim več podatkov o zalogi za to gradivo, lahko kliknem kar na ime knjižnice in se dejansko predstavi že v lokalno bazo mariborske knjižnice, kjer tako dobim podatke o zalogi tega gradiva. Zdaj pa, če se spet vrnemo čisto malo nazaj na iskanje. Poleg tega, torej osnovnega iskanja, imamo tudi možnost naprednega iskanja. To je pravzaprav bolj pomočnik za pripravo, za vpis naprednejše iskalne zahteve, torej tako imenovanega ukaznega iskanja. Če kliknem na to napredno iskanje,
se mi odpre iskalna forma za vpis oziroma za tvorjenje te malo bolj pač lahko tudi bolj kompleksne iskalne zahteve. Torej tukaj v prvem delu še vedno lahko uporabimo filtre, ki so tukaj na razpolago, pa recimo, da jaz ostanem kar na vsem gradivu in tukaj lahko izberete iskalno polje, bodisi po pač indeksu, bodisi po pač po imenu iskalnega polja. Jaz bom vzela zdaj kar avtor, pa bom vpisala, ne vem, Feri Lainšček. In tukaj imam potem tako s kliko na gumb plus oziroma dodaj, se nam pač ta poizvedba začne tvoriti, torej prenesemo v to veliko iskalno polje. Tukaj lahko seveda knjižničarji, ki poznate bolj podrobno to ukazno iskanje, kar ročno pišete ukazne iskalne zahteve, tako kot recimo to delate v, ne vem, zalogi ali pa v katalogizatorju ali pa pri iskanju po gradivu. Lahko pa seveda si končni uporabniki še pomagajo spet tako, da izberejo spet drugo iskalno polje, pa recimo, da me zanima sedaj še jezik, tako vzamem jezik, izberem jezik, recimo, da me zanima samo nemške izdaje od Ferija Lainščka, torej izberem nemški jezik, tukaj pa vidim, da imam potem seznam teh operatorjev, sicer in ali in ne, in izberem tistega, ki ga želim pač uporabiti. Zdaj torej to tak vsebino poznate, jaz bom uporabila operator in, kar pomeni, da me zanima gradivo Ferija Lainščka, ki je napisano v nemškem jeziku. Tako potrdim iskanje in sedaj dobim rezultat iskanja, torej gradivo, ki je v nemškem jeziku. Kot vidite, se mi to v iskalno okno kar prenese ta vpisana iskalna zahteva in tudi tukaj bi lahko sedaj še dopolnjevala, kolikor bi želela. Lahko se spet vrnem na napredno iskanje in spet tukaj dopolni. Skratka, tu je ta napredno iskanje pravzaprav neki pomočnik pri kreiranju bolj zahtevnih iskalnih zahtev, ampak še vedno lahko vi iskalne zahteve tudi na tem mestu dopolnjujete. Torej, iskalno zahtevo pa sedaj hitro brišem tako, da kliknem gumb počisti oziroma tale X. Zdaj se pa spet lotim iskanja, tako da lahko vam pokažem potem te posamezne postopke v izposoji in sicer bomo izbrali iskanje po neki konkretni lokalni bazi. Jaz bom tukaj spet izbrala kar Mariborsko knjižnico. Mogoče še to, v primeru, da ste prijavljeni uporabnik, vidite, da se mi je tu na vrh so se umestila kar knjižnice, ki jih imam tudi na svojem profilu, tako da pač malo lažje dostopam do te izbrane lokalne baze. Tako, izberem knjižnico. Vidite, če izberem knjižnico, imam neki iskalni niz že vpisan, se mi potem iskanje spet izvede in pa se mi prikažejo rezultati iskanja za izbrano ukazno zahtevo za Mariborsko knjižnico. Pa recimo, da jaz tega zdaj nočem, vam bom pokazala nekaj drugega. Takole. In bom šla iskat sedaj nekaj drugega, torej od Demšarja Cerkelj. Torej, imamo spet ta možnost samo dokončanja. Izberem in pa potrdim. Torej, spet dobim rezultate iskanja, ampak v tem primeru dobim rezultate iskanja za Mariborsko knjižnico. Torej, tukaj se nam na tej ikonici za knjižnico izpiše tudi število izbranih knjižnic, če bile dve, bi bilo število 2 in tako naprej. Torej, gre za prikaz rezultatov iskanja v Mariborski knjižnici. Vidimo, da imamo 4 zadetke. Tako da poglejmo recimo sedaj kar za gradivo Cerkev, kaj dobimo sedaj za ene podatke. Tole bom sedaj malo umaknila. Torej, poleg teh podatkov o zapisih, možnosti navigacije, imamo sedaj tudi podatke o razpoložljivosti gradiva. Mi smo te podatke o razpoložljivosti gradiva v tej generaciji Cobiss Plus organizirali tako, da gre pravzaprav v osnovi za prikaz zbirnih podatkov in pa barvnih krogcev s podatkov o tem, koliko je pač posameznih izvodov v posameznem statusu. Torej, tukaj imamo zelene
ki so tudi postavljene bolj na vrh. Torej, zeleni so tisti, ki so prosti izvodi, rdeči so tisti, ki so izposojeni in jih je možno pač recimo rezervirati. Potem pa imamo še možnost oranžnih gumbkov, torej za gradivo v čitalnici, modro, to gre za pogojno izposodljive izvode, in pa sivo, to gre pa ponovadi za gradivo, ki ga pač glede na to, kako je zaloga obdelana, ni možno si izposoditi. Seveda si lahko pogledamo še podrobnejši prikaz zaloge, zato imamo gumb Prikaži zalogo. Kliknemo in sedaj vidimo, da ima, ker ima Mariborska knjižnica kar velika knjižnica, vidimo, da ima kup gradiva na razpolago. Tukaj čisto na koncu imamo potem možnost Skrij zalogo. Sedaj bom še pa enkrat ponovila tole vajo, torej Prikaži zalogo, in če me recimo zanima samo, ne vem, tezno, vpišem v to polje in dobim podatke samo o zalogi v teznem. Torej v teznem vidim, da je gradivo že izposojeno in da pač si ga lahko samo rezerviram. Imamo tudi možnost filtriranja po prevzemnih mestih. Namreč knjižnice, tiste, ki imajo možnost prevzemnih mest vključena, lahko imajo narejeno tako, da je možno gradivo kateregakoli oddelka kjerkoli prevzeti, nekatere pač imajo ta pravila za prevzem gradiva malo drugače zastavljena. In recimo, če mene zanima, katero gradivo izmed tega lahko prevzame recimo v knjižnici Pesnici, izberemo in vidim, da lahko konkretno tole očitno samo v Pesnici prevzame gradivo, ki je tudi v oddelku Pesnica. Tako da to so možnosti, ki jih lahko uporabnik uporabi za to, da dobi malo več informacij za tisto lokacijo, ki ga zanima, ali pa za tisto prevzemno mesto, na katerem želi gradivo prevzeti. Tako, ker smo tukaj zdaj v lokalni bazi, sem dejansko že tukaj na točki, ko bi lahko gradivo tudi že rezervirala. Ampak tega bomo malo kasneje pokazala. Želim vam pa še pokazati eno drugo možnost, ki že je Marko tudi pokazal, in sicer izposoje e-knjig, torej konkretno bom se lotila kar tegale našega portala Cobiss Ela. Torej gradivo v Cobiss Eli lahko seveda iščemo bodisi tako, da gremo v Cobiss Plus, pa izberemo Cobiss Ela, pa lahko kar konkretno vpišemo na recimo avtorja. Bom vzela zdaj kar Nejca Zaplotnika. Torej, to je en način iskanja in vidimo, da se mi ta filter prevzel, torej ponudnik Cobiss Ela. Očitno imamo od Nejca Zaplotnika dva izvoda gradiva v Cobiss Eli. Torej, to je en način iskanja. Drugi način iskanja pa je na samem portalu Cobiss Ela, ki je dostopen tudi preko aplikacije Cobiss Plus. Za ta namen je tukaj dodana ikona portal Cobiss Ela, in če kliknem na ta gumb, dobim nas program pač prestavi na portal Cobiss Ela. Torej, tukaj lahko po portalu tudi iščemo. Dejansko gre za tako iskanje, da mi vpišemo iskalni niz in potem že program ve, ker smo na portalu Cobiss Ela, da nas zanimajo samo knjige v portalu Cobiss Ela, torej ponudnika Cobiss Ela. Tukaj imamo zdaj tale vrtiljake po žanrih, potem imamo še pa več vrtiljakov, kjer imamo prikazano najnovejše, najbolj brano, knjižnice priporočajo in tako naprej. Torej, tudi tukaj lahko pravzaprav uporabnik išče gradivo in kaj se zgodi, če izbere recimo neki kar konkretni izvod gradiva. Tako vidite, da nas pravzaprav program prestavi v prikaz v Cobiss Plus, kjer so prikazani podatki za izbrano gradivo. Zdaj iz Cobiss Plusa se vrnemo na portal Cobiss Ela, tako da klikamo v tej zgornji navigacijski vrstici kar na Cobiss Ela. Vidite, da se vrnemo nazaj. Tu pa je le malo drugače, ker gre za gradivo iz Cobiss Ele, in sicer vidite, da imamo gumb Izposodi si, torej za izposoje e-gradiva. Namesto gumba Prikaži zalogo pa imamo Prikaži ponudnike. Podobno deluje tudi za ponudnika Audiobook in pa za Filmoteko, torej odvisno, katero gradivo smo izbrali. Torej, sedaj, če kliknem na gumb Prikaži ponudnike, vidim seznam knjižnic, ki pravzaprav ponuja izposoje tega gradiva. Torej, tu morate vedeti, da gre za testno okolje, tako da so ti podatki pač, bi rekla, malo tesni, niso čisto taki, kot bi mogoče, kot je v resnici v produkcijskem okolju. Pod
to modro pasico smo pripravili tudi seznam oziroma predloge za branje. Torej, to je značilno, oziroma to je trenutno funkcionalnost, ki je omogočena le za gradivo v Cobiss Eli, bomo pa v prihodnosti verjetno naredili tudi še za ostala gradiva. Torej, imamo spodaj predloge za branje, torej imamo 3 vrtiljake, in sicer delo istega avtorja, potem več del tega žanra, torej gre za prikaz 10 gradiv, ki pač prikazujemo za ta žanr, v kateri spada tudi to gradivo, in pa več del tega založnika. Tako da tukaj lepo vidite naslovnice in tudi tukaj je prikazanih 10 knjig, ki so istega založnika kot gradivo, kot smo ga poiskali. Torej, tukaj lahko spet kliknemo na nek zapis in vidite, da nas program kar vrže na ta zapis in spet imamo tukaj predloge za branje in pa možnost kar izposoje gradiva. Tako da lahko za gradivo v Cobiss Elu in pa v Cobiss Elu bodisi iščemo v Cobiss Plus, lahko pa iščemo tudi preko portala. Sedaj se pa vrnemo spet domov na izhodišče, pa bomo vsi pogledali rezervacijo gradiva in pa postopek izposoje e-knjige. Najprej gremo kar za rezervacijo gradiva, torej vemo, da za rezervacijo gradiva moramo biti v lokalni bazi, tako da izberemo knjižnico, našo mariborsko knjižnico in vpišem iskalno zahtevo. Bom poiskala kar tole Janja Vidmar Debeluška. Pa bom vzela kar tole prvo. Aha, vidim, da je to knjiga, ki je očitno bolj ali manj prosta v vseh enotah, ker sem prijavljena. Bom lahko že kar izvedla postopek rezervacije. Kako to naredim? Torej, kliknem gumb rezerviraj in tu bo dejansko čarovnik vodil uporabnika po vseh korakih, kjer jih mora narediti. Torej, ker je na mojem profilu več kot ena članska izkaznica, mi program ponudi vse članske izkaznice v mariborski knjižnici in potem izberem člansko izkaznico, na katerem želim pač izvesti izposojo gradiva. Tega gradiva bom vzela oziroma rezervacijo. Bom kar kliknila na tole Ano Novak, potem v naslednjem koraku moram določiti mesto za prevzem, izberem Nova vas, tukaj se pa potem izpiše pač informacijo o tem, ali gradivo iz neke enote brezplačno, ali je treba kaj plačati, potem je to tudi na vmesniku, če je potrebno plačilo malo drugače grafično prikazano, in pa tu dobi član napotek, da je treba izbrati izvod gradiva, ki ga želimo rezervirati. Lahko prikažemo vso gradivo, ki si ga lahko rezerviramo na tem izbranem prevzemnem mestu, tako da potem recimo včasih si kdo želi rezervirati, ne vem iz kakega razloga, tudi gradivo, ki mogoče ni prosto v tistem trenutku, tako da torej prikaži vse, prikaži najugodnejše, dejansko ima uporabnik možnost izbora, kateri izvod želi rezervirati, ampak mi po privzetem pač prikazujemo tisti najugodnejši izvod, pa običajno tisti, ki je prosti. Torej, izberem ta izvod gradiva in na naslednjem koraku me še čaka samo potrditev rezervacije. Zdaj, če bi videla na tem koraku, da sem kaj zafrknila, da mogoče nočem prevzeti v Pionirski knjižnici Nova vas, ali pa recimo hočem prevzeti recimo v Pionirski knjižnici City, se vrnem nazaj, tako da ta korak nazaj omogoča se vračilo na predhodne korake, tako da lahko kaj spremenim. Zdaj pa lahko recimo, da je to, kar želim, lahko kar rezervacijo izvedem, če bi pa hotela rezervacijo preklicati, pa bi kar tukaj kliknila na gumb X. Ampak zdaj bom rezervacijo naredila, sklepam, da je šlo vse v redu, tako vse je ok, dobim ta osnovna sporočila in pa informacijo o tem, torej, katera članska izkaznica je, pač na katerem članstvu smo izvedli rezervacijo in pa na katerem prevzemnem mestu me to gradivo čaka. To je torej rezervacija gradiva, torej fizične knjige. In tukaj vidite, da se je že pri razpoložljivosti gradiva v Pionirski knjižnici Rotovž, kjer sem pač, torej to je naš City, kjer sem pač izvedla rezervacijo gradiva, vidimo, da je sedaj seveda že kar ažuriran podatek o tem, kakšnem statusu so posamezni izvodi gradiva. Sedaj pa še poglejmo rezervacijo oziroma izposojo elektronskega vira, oziroma bom vzela kar neko knjigo iz Cobiss Ele. Pa bom kar poiskala. Torej, tukaj za gradivo iz Cobiss Ele ne rabite biti v konkretni lokalni bazi, ker potem se glede na to
katere knjižnice nudijo izposoje posamezne e-knjige, se pač postopki naprej izvedejo glede na to, v katero knjižnico ste včlanjeni. Pa zopet poiščem knjigo. Torej gre za ponudnika Cobiss Ela, gradivo Moji starši. Preden naredim tole izposojo, vidite, da že imam gumb Izposodi si, vidite, da imamo tukaj še eno opcijo dodano, in sicer možnost o knjigi. Če to kliknem, dobite opis te knjige, in sicer gre za opis, ki je objavljen na portalu Moje dobre knjige. Tako da lahko član na hitro dostopa tudi do tega, kakšna je pač ta recenzija, ki je objavljena na tem portalu, za katerega skrbite knjižničarji, torej na dobreknjige.si. Zdaj, kako izvedem postopek izposoje? Zopet nas bo program vodil, kliknem na gumb Izposodi si. Tu vidite, ker nisem v konkretni lokalni bazi, mi ponudi tudi možnost izposoje tudi recimo v knjižnici ISO, ampak jaz bom se recimo izposodila kar spet kot Ana Novak v mariborski knjižnici, potrdim. In če vse ok, se mi je gradivo uspešno izposodilo, tukaj si že lahko prinese licenčno datoteko in pač ti koraki potekajo tako naprej, kot jih že zdaj poznamo, tako da te detalje sedaj ne gremo. Torej, to je en način izposoje, vam pa želim pokazati še izposojo preko portala Cobiss Ela. In sicer za eno knjigo, ki pravzaprav ni v neki knjižnici še dosegljiva. Torej bom uporabila žanr kriminalke, pa bom izbrala kar to knjigo Rdeča voda. Torej, ta knjiga je tudi na razpolago v portalu v mariborski knjižnici, in če si želim izposoditi, bom kar zdajle recimo temu članu izposodila in se izposoje izvedla ok. Poglejmo pa sedaj nazaj na portal Cobiss Ela, pa izberemo eno drugo knjigo, in sicer tole knjigo Skrajno zlo. Tako, tu pa vidite, da imamo sicer gumb Izposodi si, nimamo pa gumba Prikaži ponudnike. To pomeni, da očitno ta knjiga je že na razpolago v samem portalu Cobiss Ela, ampak očitno, če nobena izmed knjižnic nima, je trenutno v svojem portfelju knjig, ki nudi. Kaj se pa v tem primeru zgodi? Torej, jaz kot član bo seveda, ker to običajno kot član tudi ne berem, si mislim, gumb Izposodi si je na razpolago, ga kliknem, izberem člansko izkaznico, kjer si želim to knjigo izposoditi, izberem in potem se izpišem sporočilo, zakaj izposoja ni možna. Tukaj imamo pač, ker testno okolje očitno je nekaj pri založniku določeno, nič za to. Imam pa tukaj eno opcijo, ki je zelo koristna za člane, pa tudi za vas knjižnice, in sicer se izpiše napotek članov, če želite biti obveščeni, ko bo ta e-knjiga na razpolago, da kliknete gumb Obvesti me. Torej, če klikne sedaj gumb Obvesti me, kaj se bo zgodilo? Vi kot knjižnica boste dobili tiste knjižnice, ki pač imajo vključeno izposojo gradiva iz portala pač ponudnika Cobiss Ela, boste dobili pač v segmentu elektronski viri informacijo o tem, da je član si želel izposoditi to knjigo, in pa tudi informacijo o tem, da član želi biti obveščen o tem, ko bo knjiga na razpolago. Tako kako zdaj vsi ti procesi glede tega obvladovanja teh sporočil članov potekajo, pa kako se spremljajo, to pa ste bili seznanjeni ob namestitvi zadnje verzije Cobiss Lib, tako da se lahko tam malo pogledate, če ne pa se pač obrnite na nas, da vam pojasnimo. Torej, tako da ne bo zmede, če bo se uporabniku pokazal ta gumb v redu. Oziroma obvesti me, da boste vedeli, kaj se zgodi v tem primeru. Sedaj še pa poglejmo en taki veliki del Cobiss Plusa, in sicer samo mojo knjižnico. Torej, to je tako rekoč srce Cobiss Plusa, oziroma srce knjižnic nekega člana, ker običajni člani v moji knjižnici pač poleg tega rezervacij gradiva, preklicov rezervacij, podaljšanje, najpogosteje spremljajo, kaj sploh imajo pač evidentirano, pa še kakšne nastavitve si lahko urejajo. Izberem kar tole Ano Novak, na kateri sem sedaj največ delala, in pridem v mojo knjižnico za tega člana. To bom spet malo višje prestavila. Tukaj dobimo pač kartico tega člana, in sicer je spet prikaz gradiva organiziran po zavihih, ker pač je lahko gradivo v različnih statusih.
tako da imamo 4 zavihke, in sicer seznam izposojenega gradiva, seznam rezerviranega, potem seznam izposojenih spletnih virov, torej tukaj sodijo Audiobook, Filmoteka in pa Cobiss ELA in pa gradivo, ki je v drugih statusih, tukaj pa je možno še dodatne možnosti za to izbrano članstvo. Torej, če se sedaj postavimo na seznam izposojenega gradiva, tako kot so že člani navajeni, pa tudi vi knjižničarji imajo možnost tukaj, da podaljšajo posamezni izvod gradiva, tako da se potem pač izpiše ustrezna informacija o tem, lahko pa uporabnik podaljša čisto vse izvode gradiva hkrati. Seveda za izvode, kjer je to možno, se bo to tudi naredilo. Tukaj lahko iščejo recimo, torej uporabniki lahko iščejo posamezno gradivo, lahko pa se seveda tudi sortirajo recimo po oddelkih, po datumu poteka, pač kar je uporabniku ljubše, oziroma pač sortiranje je lahko obrnjeno gor, ali torej od najnovejšega do najstarejšega, oziroma glede na ABC, pač kakorkoli že. Potem imamo zavihek s seznamom rezerviranega gradiva, torej tudi tukaj lahko uporabniki iščejo, lahko sortirajo, kaj uporabnike predvsem zanima. Poleg je tudi možnost preklica rezervacij, torej dobijo spet osnovne podatke o tem gradivu, kot že tudi sicer poznamo, lahko se vrnejo grejo pogledati za zapis, tako da tukaj so res v gradivu taki čisto osnovni podatki, naslov pa podatki o avtorju. Tu dobijo še podatke o mestu čakalni vrsti, oddelku, kjer so si gradivo rezervirali, in pa pomembna funkcionalnost, torej da lahko uporabnik prekliče rezervacijo. Tako jo bom preklicala in rezervacija izgine. Zdaj, če mogoče podaljšanje iz nekega razloga ni možno, je gumb podaljšan skrit in izpiše se sporočilo onemogočeno podaljšanje, na tem gumbeku pa je izpisana dodatna informacija o tem, zakaj podaljšanje ni možno. Če sedaj se postavimo še na zavihek spletni viri, torej tukaj imamo spet podatke, osnovne podatke o gradivu, o ponudniku, o času poteka, in pa imamo možnost prenosa te licenčne datoteke in pa možnost predčasnega vračila. Torej tukaj lahko, tako kot že poznamo, v starem Cobiss Plusu lahko tudi tukaj izvedemo predčasno vračilo. Zdaj seveda to se zgodi samo, če je pač postopek dovoljen, torej prvih 24 ur to predčasno vračilo ni možno. Sedaj, če pa poglejmo tele dodatne možnosti. Torej, če je tale rdeča pikica, pomeni, kot že poznamo s kakih drugih mobilnih aplikacij, pomeni za člana, da očitno ima neko rdečo piko, da nekaj je pomembnega, kar je dobro pogledati. Torej, če izberemo tole več oziroma dodatne možnosti pri članstvu, imamo tukaj možnosti vpogleda v zgodovino izposoj, torej dobimo vpogled v zgodovino izposoj, ker je to testno okolje zdaj kar nekaj, tako da vas ne moti, torej dobi za zadnja 3 leta, dobi prikaz, torej za zadnja 3 leta lahko izbira uporabnik leta, če pa želi za vsa leta, pa pač mora izbrati opcijo vsa leta in potem dobi prikaz za vsa leta. Potem ima tukaj možnost medknjižnične izposoje, to je to, kar je že Marko povedal na začetku, da smo se že lotili implementacije. Potem je ena izmed možnosti so tudi obvestila. Torej, gre za obvestila, ki so na mobilni aplikaciji mCobiss poznana kot push obvestila, to so pa dejansko v brskalniku, to so spet obvestila aplikacije in tukaj lahko uporabnik pač prebere obvestila, ki jih je prejel, lahko jih seveda označi kot prebrana, tako da so poudarjeno izpisano samo nova obvestila. Pogoj, da vidi ta obvestila, pa je, da ima to tudi nastavitev urejeno. Torej, tako da ima uporabnik tukaj pri dodatnih možnostih tudi možnost urejanja nastavitev. Torej, nastavitve so že tudi dobro poznane, lahko uporabnik spremeni geslo, lahko v primeru, da pozabi geslo, pač uporabi možnost pozabljeno geslo, vpiše svoj e-naslov in seveda, če pravi e-naslov, bo dobil tam na ta e-naslov povezavo za nastavitev novega gesla. Če knjižnica določa oziroma omogoča naslov za dostavo oziroma dostavo na dom, lahko tukaj vpiše naslov za dostavo. Potem lahko uporabnik tukaj spreminja, koliko je to možno, tudi e-naslov za člana za potrebe Cobiss Plus, to gre za e-naslov za obveščanje, lahko vpisuje to številko mobilnega telefona in pa ta opcija
ki sem se že prej malo dotaknila, torej lahko si uporabnik tudi nastavlja prejemanje e-obvestil. Zdaj, nastavljanje e-naslova, prejemanje obvestil po e-naslovu pa telefonu že tako poznamo. Imamo pa še obvestila aplikacije Cobiss Plus, torej to je ta tretja opcija. To pa gre dejansko za nastavitev, da bo uporabnik prejemal dejansko, bi rekla, nekako kot push obvestila v stari aplikaciji, torej gre za obvestila, ki bojo tukaj prikazana pri članu na priboljšnosti obvestila. Potem pri teh dodatnih možnosti ima tudi možnost pogleda v dolgove. Zdaj imamo očitno tukaj enega drugega člana, ki ima kakšen dolg. Ja, recimo tegale Jureta Novaka. Vidite, da ima tukaj seznam pač neporavnanih obveznosti, če je imel še te za prikaz informacije o zamudnini, bi tudi tukaj bilo to prikazano, tako da tukaj dobi ta prikaz in v tej točki bo vključena tudi možnost spletnega plačila, ki jo še tudi pripravljamo. In pa potem lahko ima član lahko tudi pogleda svoje podatke o članstvu, torej bi rekla, gre za standardni prikaz teh podatkov o svojem članstvu. Na tej točki, oziroma na tej ploščici lahko uporabnik tudi ureja svojo profilno sliko, torej doda nekega avatarja, klikne na torej tale privzeti avatarček, izbere možnost spremeni, pa bom kar vzela eno slikico, tako. In pa potrdim, tako da imamo tudi za tega člana sedaj nastavljenega avatarja. In če sedaj se vrne spet domov, vidimo, da imamo tukaj tega člana, torej imam neki manjši živalski svet očitno tukaj nastavljen. Ja, tako da to je bilo zdaj tisti osnovni postopki, za katere verjamem, da člani najpogosteje uporabljajo, pa izvajajo v Cobiss Plusa. Zdaj pa še par drugih stvari. Najprej glede dostopa do drugih baz, torej do ostalih baz, ki so pač v sklopu sistema Cobiss, bojo uporabniki dostopali prek tega menija več in izberejo možnost izbira baz. Tukaj imamo pač prikazano te baze, do katerih lahko uporabniki dostopajo, od Cobiba, Unpayvola do JCR, DOM, UKM, pač kakorkoli že je omogočeno za katerega izmed sistemov. Pa poglejmo sedaj recimo iskanje po bazi SGC. Torej, ko izberem bazo SGC, tudi tukaj vidite, da smo vključili hitre filtre. Recimo, da bom iskala, torej iskanje je spet možnost osnovnega iskanja in pa naprednega iskanja. Poslužite se pač tistega, kar potrebujete, pa recimo, da bom izvedla zdaj samo eno čisto preprosto osnovno iskanje. Tako, torej, tukaj dobim prikaz rezultatov iskanja, organiziranje tako, kot je sicer že v osnovi v Cobiss Plusa, torej tu smo nekaj sledili temu, da na vseh teh bazah, ki so v Cobiss Plusu prikaz podatkov iskanja in pa vse ostalo organiziramo na kar se da podoben način, da bo pač uporabniku lažje delati oziroma uporabljati našo aplikacijo, tako da vidite, da so tudi v teh specialnih bazah, kot recimo splošni geslovnik Cobissi, tudi tukaj so vključeni fasetni in pa hitri filtri. Podobno recimo tudi za bazo Colib, torej spet greste nazaj na seznam baz, podatki o Colibu, pa recimo, če me zanimajo vse splošne knjižnice, pišem zvezdico in dobim seznam vseh splošnih knjižnic. Zdaj, če me ne zanimajo vse samo splošne knjižnice, lahko spremenim filter, lahko pogledam pač recimo vsem članom brez omejitev, skratka pomagate tudi tukaj s temi fasetnimi filtri, tako da lahko malo izboljšate prikaz rezultatov iskanja. Zdaj se pa vrnimo spet nazaj domov, pa še par besed glede mobilne aplikacije. Vemo, da danes vedno več ljudi uporablja za vse te hitre akcije, oziroma za večino akcij v Cobiss Plusu, kar zelo pogosto sploh za rezervacije, preklice rezervacije, podaljšane mobilne naprave. Tako da je dejansko to aplikacijo, ki sem vam jo zdaj kazala na desktopu, lahko čisto enakovredno z vsemi enakimi funkcionalnosti uporabljate tudi na mobilnih napravah. Zdaj smo uporabljali neki taki možnost, tako da vam pokažem, kako izgleda mobilna aplikacija. Torej, tule imam sedaj mobilno aplikacijo, oziroma prikaz zaslona mobilne, kako izgleda na mobilni aplikaciji. Torej, malo so seveda ti elementi prilagojeni, ampak so še vedno in še naprej enaki, kot so na desktop varianti.
recimo, da bom sedaj dala na temno temo, ko mogoče smo malo bolj navajeni na mobilnih aplikacijah, tako da vidite, da to, kar je bilo v desktopu zgoraj, je tukaj v spodnji navigacijski vrstici, tako kot v kupu drugih aplikacij, ki jih uporabljamo vsak dan. Tako da lahko spet tukaj gremo domov, pogledamo seznam priljubljenih, gremo v mojo knjižnico za člana, ki ga imamo nastavljenega kot privzetega, lahko gremo na police, lahko izberemo možnost več, torej tukaj lahko gremo tudi na portal Ela, tukaj se pač poslužujemo tega tako imenovanega swipanja, da lahko pač brskamo po knjigah, če gremo domov, pa recimo nekaj poiščemo. Recimo bo iskala kar nekaj od Draga Jančarja, ko ima tak dolgi rezultat iskanja. Torej tukaj tudi vidite, da imamo tudi tukaj vključene hitre oziroma te fasetne filtre, kar recimo v starem Cobiss Plusu ni bilo, tako da lahko seveda tukaj uporabite pravzaprav vse enakovredno, tako kot ste uporabljali kot se uporablja na desktopu, mogoče še to, kar smo rekli za swipanje, torej za premikanje med zapisov, to podrsavanje torej omogoča res malo hitrejše premikanje kot sicer. Lahko gremo na rezultat iskanja, skratka, da ne dolgovezim, torej mobilna aplikacija pravzaprav podpira enake funkcionalnosti kot desktop aplikacija. Zdaj pa še en krajši napotki glede namestitve tega našega Cobiss Plusa kot mobilne aplikacije, kot tako imenovane PWA, Progress Web Application, kako to naredite. Vam bom pokazala kar enem Wordu, torej uporabljamo pač večina uporabnikov ima mobilne naprave z Androidom ali pa z iOSom. Tu imam zdaj zaslonske slike, kako se tega lotite. Torej, vi greste na mobilni napravi, greste enostavno na stran Cobiss Plusa, torej Cobiss Plus Beta, in če ste na Androidu, v brskalniku, kot se na domači strani, imate te 3 pikice za več možnosti, jih kliknete in potem se vam odpre spustni seznam vseh teh možnosti in tukaj izberete možnost dodajanja na začetni zaslon. Ko to izberete, se odpre novo okence, kjer vas program pač vpraša, oziroma pač program, ali želite dodati na začetni zaslon bodisi nameščene aplikacije Cobiss Plus, ali pa si bi ustvarili bližnjico v Chromu. Torej, lahko si bližnjico ustvarite, lahko si pa aplikacijo namestite kot katerokoli mobilno aplikacijo. In če klikne na gumb namesti, me potem program seveda še enkrat vpraša, ali želim namestiti aplikacijo ali ne. In če klikne na namesti, se aplikacija namesti in potem se kreira pač tale ikonica za dostop do aplikacije Cobiss Plus. Torej, to je za Android. Zdaj pa še poglejmo za iOS. iOS ima pa malce drugače. Torej, spet gremo na našo domačo stran za aplikacijo Cobiss Plus in tukaj izberemo gumbek za pošiljanje. In ko izberemo gumbek za pošiljanje, se nam odpre eno novo okno, ki ima kup možnosti. Vi se morate malo podrsati, da pridete še niže na tem seznamu in morate izbrati možnost Add to Home Screen, oziroma tisti, ki že imate te iOS-e z slovenskim jezikom, mislim, da dodajanje na domači zaslon, torej tale ikonica plus. Potem pa spet se odpre novo okno, kjer lahko prekličete, dodate na domači zaslon, tukaj si še mogoče lahko kaj dopišete in ko kliknete na gumb dodaj, se bo aplikacija namestila in bo na domačem zaslonu vidna pač na tak način, kot je tukaj prikazana za Android, torej preko gumba Cobiss Plus. Tako, jaz mislim, da sem zdaj izčrpala to, kar sem želela povedati. Upam, da sem povedala vse, pa seveda želim vsem, da vam postane aplikacija všeč, oziroma veseli bomo tudi vaših komentarjev, predlogov, mnenj, tako da vemo, v katero smer naj še popeljemo nadaljnji razvoj. Zdaj pa predajem besedo Marku, ki vidim, da kar pridno odgovarja na vprašanja. Ja, pozdravljeni. Jaz sem se trudil, da sem odgovoril čim več vaših vprašanj, nekaj bomo pa še zdaj z Zdenko odgovorila sproti, tako da Zdenka, eno vprašanje še je bilo, e-članska izkaznica, pa če bi mogoče to pokazala. Torej, e-članska izkaznica, torej, ko se recimo, to je bolj zanimivo za mobilno aplikacijo.
Torej, ko ste e-člansko izkaznico dobite tako, torej članov zanima črna koda običajno, in sicer, ko je recimo na mobilni napravi, klikne na tole ikonico, ki predstavlja člansko izkaznico, torej kliknemo in se kreira ta članska izkaznica oziroma začasna virtualna članska izkaznica, ki pa velja 5 minut. Torej, tukaj vidite, da odštevalnik izpiše se, za katero članstvo smo izbrali, tako da to lahko uporabnik recimo uporablja, če pride v knjižnico brez članske izkaznice, ali pa recimo, če želi uporabiti knjigomat, tako da to je ta virtualna oziroma elektronska članska izkaznica, da temu tako rečemo. Hvala, Zdenka. Zdaj, eno vprašanje je bilo tudi, kaj pa dostop do Umnika, ADZ in teh ostalih portalov za Discovery. Se pravi, v tej verziji še to ni podprto. Čakamo v bistvu na dve stvari, ki jih moramo zimplementirati. Prva stvar je seveda Šibolet prijava, ki je tesno zvezana z vsemi temi portali. Druga stvar pa je, da tudi ta implementacija zahteva nekaj časa, tako da to bomo rešili v eni od prihodnjih verzij. Zdaj, ali bo to že rešeno v verziji 16, 17 ali pa mogoče 18, še ne vem, je pa vsekakor v planu do konca leta to urediti. Tako da bo, samo malo bomo mogli še potrpeti brez tega. Trenutno pa, kot rečeno, vsi ti portali delujejo v starem Cobiss Plusu, tako da pred ukinitvijo starega Cobiss Plusa bo tudi to rešeno. Potem, mogoče, Zdenka, še ti poveš, možnosti izbirnega iskanja, kot je obstajalo do sedaj, tudi ne bo več, to je bilo vprašanje. Ja, drži. Torej, za izbirno iskanje smo mi pravzaprav naredili tako, da imamo možnost napredno iskanje, in tukaj je pravzaprav kombinacija tako ukaznega iskanja kot izbirnega iskanja. Torej, mi smo na osnovi teh statističnih podatkov uporabe Cobiss Plus pač preverili, koliko se kaj izmed načinov iskanja uporablja, in potem smo šli v to, bi rekli, lahko malo kombinirano rešitev, tako da lahko uporabniki bodisi tukaj izberejo iskalno polje, recimo naslov, pa ne vem, kako zdobijo jagode. To je en način, drugi način pa je seveda, da vpišajo direkt iskalno zahtevo. Torej, da bi tukaj nizali ta iskalna polja eno ali drugo, ni potrebno, ker dejansko lahko z izborom iskalnih polj si pač uporabniki sami kombinirajo to iskalno zahtevo, ki jo želijo pač vpisati oziroma izvesti. Tako da tukaj si s tem pomočnikom oziroma s tem naprednim iskanjem lahko pomagajo, tako da na način, kot so ga prepoznali iz tega izbirnega iskanja, ko so bila ta iskalna polja pač prikazana v večjih vrsticah, tukaj grejo kar zaporedno, izberejo iskalno polje, vpišejo iskalni niz, in pomembno je, da tukaj izberejo operator, pač, ki naj velja med tem iskalnim nizom in ne, in tako definirajo iskalno zahtevo, ki lahko potem seveda kar sproti popravljajo. Hvala, Zdenka. Mogoče še dopolnitev, se pravi knjižničarji, ki pa malo bolj poznamo te naše ukaze in iskalne indekse, pa lahko že tudi v tem osnovnem iskanju ta iskalni niz vpišemo in bo tudi to iskanje izvedeno na ukazni način, tako da tudi to lahko preizkusimo. Recimo, tako kot je zdaj Zdenka napisala. To lahko že napišemo v bistvu tudi v tem iskalnem enovrstičnem iskanju. Ni potrebno tistega čarovnika odpirati. Hvala, Zdenka. Zdaj naslednje vprašanje je bilo, je ali bo možno pri iskanju gradiva po določeni knjižnici imeti možnost vpogleda v zalogo ostalih knjižnic. Zdaj, kaj se tiče iskanja, se pravi, mi lahko iščemo po več knjižnicah hkrati. Če iščemo po več knjižnicah hkrati, se zdaj v novi generaciji Cobissa Plus zgodi mogoče nekaj nepričakovanega glede na stari Cobiss Plus. Se pravi, v tem primeru iščemo mi dejansko po Cobip bazi. Se pravi, Cobip baza bo zdaj iskala, hkrati pa, ko bomo šli na konkretno zapis, bomo videli zalogo teh knjižnic. Kaj se tukaj zgodi, je samo to, da se za te knjižnice, ki sem jih jaz iskal, se pravi, Zdenka, mislim, da je 4 knjižnice nadklikala, se ta zaloga potegne na vrh. Se pravi, te moje knjižnice, za katere sem se zanimal,
se pojavijo med prvimi 4 prikazanimi zalogami. Ostale knjižnice so pa potem dalje sortirane po številu enot gradiv, kot ga imajo. Tako, no zdaj tisti, ki ste mogoče spremljali moje odgovore pri vprašanjah, ki so jih drugi uporabniki postavljali, sem napisal, da se moramo zavedati, da je Cobiss Plus namenjen predvsem bralcem. Cobiss Plus je namenjen predvsem bralcem in iskanju gradiva za bralce, zato moramo tukaj mi narediti malo kompromis, se pravi, eno vprašanje je bilo, ali lahko naredimo nastavitev na ta način, da vedno, ko bo nekdo pogledal nek zapis, se mu bo takoj Comark format prikazal. Seveda, kaj se tiče, bi lahko to zimplementirali, ampak za končne uporabnike je to samo ena moteča nastavitev, ki ne vejo točno, kaj bojo z njo si počeli. Zdaj, če bi si kateri uporabnik po pomoti to nastavil, bi vedno imel ta Comark format tukaj prikazan in ne bi mogoče niti znal priti do tistega, kaj njega zanima, se pravi, če ima knjižnica oziroma če ima konkreten oddelek knjižnice gradivo na voljo. Zato recimo takih nastavitev ne bomo vključevali v to. Zdaj, kaj se lahko mi kot knjižničarji znajdemo, je to, da če kliknemo mi recimo na ta Comark format pri enem zapisu, poznamo mogoče tudi Cobiss ID gradiva, ki ga želimo videti, lahko na vrhu v URL-ju samo številko popravimo. Če številko popravimo na nekaj drugega, bomo lahko recimo na enostaven način preklapljali, se pravi med gradivi, in bomo relativno enostavno prišli do tega Comark formata. Tako da mogoče se bomo mogli malo znajti. Tako da upam, da sem to tudi odgovoril, pa jaz se opravičujem, komentar, kot sem rekel, ni bil mišljen kot graja knjižničarjem, to me prosim ne tako prijet za jezik, ampak samo, da pač razmišljamo o tem, kako uporabnikom, se pravi bralcem, olajšati iskanje in čim hitrejši in lažji dostop do tega, kaj oni dejansko rabijo, se pravi iskanje, rezervacije, izposoje teh e-knjig in pa, da bo to tudi na vseh mobilnih napravah delalo in ustrezno tudi bilo prikazano. Tako. Se pravi, tukaj je zdaj ena uporabnica napisala oziroma poslušateljica napisala, ker se ne da odgovoriti na že odgovorjeno vprašanje, dodajam mnenje, da na moje vprašanje glede preklapljanja med osnovnim, repernim in Comark zapisom. Vsi zaposleni v knjižnici nimajo dostopa do Cobiss LibCat, ker njihovo delovno mesto to ne zahteva, ne delajo z uporabniki in podobno. Ampak morda morajo preverjati podatke, tehnično osebje za digitalizacijo in podobno. V danem primeru ne gre le za splošno populacijo, vsekakor so pomembni uporabniki tudi raziskovalci, študentje, torej zahtevnejši uporabniki. Se pravi, tako kot sem rekel, Comark format je na voljo, mogoče z kakim klikom več ali pa z malo spretnosti z naše strani, tako da nič nismo skrili, nič nismo umaknili, vsi uporabniki lahko vidijo tudi to, kaj morajo videti, RIS format se lahko izvozi, citatni formati so na voljo, vse te funkcionalnosti so na voljo in niso umaknjene. Kot rečeno, so pa mogoče kaki klik ali pa dva bolj umaknjeni. Tukaj je ena gospa napisala, da se v brskalniku Chrome se aplikacija drugače obnaša. Je drugačen pogled, ni ikon, domov, police, priljubljeno, veliko manjka. Zdaj to sicer ne vem, mogoče imate kakšno starejšo različico tega brskalnika, lahko mogoče napišete na podporo, pa sliko priložite, pa bomo pogledali, v čem je problem. Mi testiramo na vseh brskalnikih, ki se uporabljajo, Firefox, Chrome, Brave, Opera, odkrili smo celo nov brskalnik Moon, tako da preverjamo vse te brskalnike, sploh te večje in seveda preverjamo tudi, da je vse tako kot na vseh ostalih brskalnikih in da vse dela na enak način. Tako da
prosim, če pogledate, pa na podporo pošljete, pa bomo še mogoče mi pogledali, v čem bi lahko bil problem. Naslednje vprašanje je bilo, kaj pa dostop do zbirk, naprimer Dikul, se pravi, tako kako sem že povedal, vsi ti portali bodo rešeni do konca letošnjega leta, moramo pa seveda implementirati še to šibolitizirano prijavo in pa seveda ta Discovery Service oziroma portale, da bojo tudi, tako kot smo vajeni iz obstoječega Cobiss Plusa, iskali. Tudi pri teh portalih je prišlo malo do sprememb, se pravi, kot vemo, bomo skoraj celoten Cobip, mislim, da gre v ta indeks teh Discovery servisov in bomo tudi lahko gradivo, ki ga imajo knjižnice na voljo, iskali po Discovery servisih, tako da tu še nas nekaj dela čaka, ampak bo rešeno tudi to do konca leta. Zdaj, kaj se tiče, če v Cobiss Plus beta iščemo v Googlu, ga ne najde ga zato, ker še ga mi nismo dali v iskanje, to pa je tudi z razlogom, zaradi tega, ker še vedno gre za beto različico in ne želimo, da bi zdaj se masovno uporabniki sipali, pa zdaj ne samo uporabniki, ampak tudi roboti na ta naš Cobiss Plus, ker želimo zdaj v miru v bistvu vse vaše pripombe pregledati, predelati, tudi malo pogledati, na kak način trenutno uporabljate ta naš novi Cobiss Plus. Tako da bo urejeno do konca leta. Potem je ena kolegica napisala, hvala za odgovor, prosim. Ali bo aplikacija Cobiss Plus nadomestila mCobiss? Upamo, da bo omejitev širjenja kode članske iskalnice, ker se to zdaj v praksi duplicira ad infinitum. Prosim, omejite širjenje članskih izkaznic na nešteto mobilnih naprav. Se pravi, najprej prvo vprašanje, mCobiss. Se pravi, ja, mCobiss se z koncem leta oziroma bom tako rekel, ko bomo ugasnili stari Cobiss Plus, bo ugasnjen tudi mCobiss in mCobiss takrat gre v svoj zaslužen pokoj. To bomo uporabniki in tudi vas knjižničarje vse pravi čas obvestili, da boste tudi vi imeli vse potrebne informacije o časovnem planu, o vseh možnih težavah, informacijah in tako naprej, tako da bomo imeli vsi to informacijo, ko bo jo potrebno. Skratka, predviden plan je konec leta, se mCobiss po, mislim, da skoraj 20 letih upokojuje, zasluženo. Se pravi, kaj se pa tiče zdaj širjenja članske izkaznice. Zdaj, naredili smo tako te časovno omejene članske izkaznice, to se lahko knjižnice zdaj nekatere vključijo ali pa ne. Mislim, da je to stvar parametra v Cobiss izposoji. Tako da, če še tega nimate vključeno, prosite v naš servis, da vam to omogočijo. Ta članska izkaznica načeloma velja 5 minut, tako da zdaj skenirane te oziroma slikane te članske izkaznice nihče ne more uporabiti več zaradi tega, ker je pač dejansko samo ta omejen čas na voljo. Zdaj, kaj se pa tiče tega, da jaz recimo moje članstvo posodim prijatelju, pa mu povem, kakšno geslo imam za mojo knjižnico, tega pa ne bomo mogli rešiti, dokler ne bomo vpeljali kakšne dvofaktorske avtentikacije in še mogoče kaj, tako da tu še nas mogoče čaka kak korak zraven. Tako da upam, da sem odgovoril na vprašanje. Potem, ali ste razmišljali o možnosti, da knjižničar napiše uporabniku predloge na polico namesto na liste, kot še to vedno pogosto počnemo? Hvala za razmislek o tej opciji. Se pravi, ja, v novi generaciji Cobiss Plusa smo, kaj se tiče polic, omogočili deljenje police. Se pravi, jaz kot knjižničar lahko naredim neko polico, rečemo temu, ne vem, poletno branje, kjer imam dodana gradiva, ki so, ne vem, rečemo temu ljubiči in krimiči, kot temu tako radi rečemo, in lahko nekomu recimo to polico delim.
To deljenje police je relativno enostavno. Jaz kot uporabnik dobim na e-pošto povezavo in to povezavo jaz kliknem in si dejansko to polico uvozim v moje police. Se pravi, tudi ko knjižničar potem te police dopolnjuje, spreminja, recimo pridemo iz poletja v jesen, pa imamo jesensko branje, pa zimsko branje, recimo se bo to uporabnik vse sproti videl, kaj se spreminja na teh policah in je recimo to enostaven način. Tudi recimo za šole je to zanimivo lahko, kjer lahko knjižničar pripravi police za ta recimo domača branja, bralne značke, ki so in lahko to po razredih uredi in dejansko te police deli med učence, tako da imajo učenci na voljo točne zapise, točno za svojo knjižnico in lahko vse lepo dostopajo in vidijo preko Cobisa Plus, tako da smo razmišljali o tem in tudi rešitev je že pripravljena, tako da vabim vas, da preizkusite, pa še mogoče date kak komentar, če boste videli, da še kaj manjka ali pa bi bilo treba dopolniti. Ali sem prav razumela, da mCobis od junija naprej ne bo več deloval, alternativa bo pa na voljo šele z novim letom? Ali to pomeni, da bodo uporabniki pol leta lahko e-člansko izkaznico uporabljali le z vpisom v Cobis Plus? Ne, to zdaj se nismo dobro razumeli. Se pravi, trenutni Cobis Plus in trenutni mCobis bo deloval vstaj do konca letošnjega leta. Nič ne bomo ukinjali, junija pa vsekakor ne, ker gremo vsi na dopuste in bi radi imeli miren dopust, ne da nas bojo uporabniki raztrgali. Tako da do konca leta bo vsekakor to delovalo, bomo pa v jesenskem času ustrezno navodila dali tako uporabnikom kot vam knjižničarjem, pa boste lahko tudi vi uporabnike že preusmerjali na novo različico Cobisa Plus beta. Oziroma takrat upam, da več ne bo beta, da bo že to kar Cobis Plus. Kako si ustvarim člansko izkaznico? Mogoče je bilo to na začetku povedano, se je malo zamudila začetek. Se pravi, članska izkaznica, zdaj sami si je ne moremo ustvariti, ko moramo biti člani knjižnice, tako malo za hec, drugače pa bo Zdenka še enkrat pokazala, kako pridemo do tega, tako da Zdenka izvoli. Vsak čas sem še imela enega člana za vpis, pa upam, da uspela. Torej, član mora biti itak vpisan v knjižnici. Zdaj vpiše se lahko v starem Cobis Plusu tudi preko spletnega vpisa, v novem Cobis Plusu spletni vpis že urejamo, pa upamo, da bo do poletja na razpolago, ampak torej član je vpisan v knjižnici, ima svojo člansko številko in pa verjetno si nastavil geslo, tako da ste mu vi poslali pač napisan e-naslov, tisto povezavo za nastavitev gesla. Kako se potem prijavi v knjižnico? Gre na domačo stran, klikne gumb prijava, izbere knjižnico, vpiše številko izkaznice, pa seveda geslo. Če je geslo prav vpisano, bi se mogel član prijaviti, zdaj pa očitno se nekaj zaprčkala, pa bom še enkrat poskusila. Ok, torej sem ga vpisala, ja. Zdaj, v tem primeru je bil ta član imel očitno enaki e-naslov, kot ga ima že tisti, ki je kreiral profil, tako da sem jo kar dodal v mojo knjižnico te Ane Novak. Tako da to je en način kreiranja profila oziroma vpisa v Cobis Plus, torej da dobi člansko izkaznico. Zdaj tisti, ki pa nimajo članske izkaznice, seveda te storitve, podaljšanje rezervacije in tako naprej ne bodo mogli koristiti, lahko pa si seveda kreirajo profil, tega pa kreirajo z e-naslovom, tako da grejo na prijava v profil. In če nima še kreiranega profila, izberejo možnost registracija, vpiše ime za prikaz, pa bom predvsem nekaj izmislila. Pinetice treba s pogoje uporabe in pa uporabnik dobi potem na vpisan elektronski naslov, dobi navodila za določitev gesla. Tako da potem pač uporabniku dobi ta mail, se bo lahko prijavil kot uporabnik in potrdi, vpiše geslo, bo se lahko prijavil z e-naslovom,
Pa samo malo moram iti spet malo domov, ker bo že uporabila kar eno prijavo, ki jo imam. To mi čisto ne dela, no, pa nič hudega. Torej, na tak način bi se uporabnik pač lahko prijavil. Torej, profil običajno ali pa skoraj praviloma si uporabniki kreirajo s svojimi prijavnimi podatki za knjižnico, lahko pa si seveda kreirajo profil tudi z elektronsko pošto, ampak potem lahko uporabljajo v tem primeru police pa priljubljene, ampak te akcije, ki so pa vezane na konkretno knjižnico, ne morejo delati, dokler si na svoj profil ne dodajo vsaj ene knjižnice. Hvala, Zdenka. Upam, da je bilo to odgovorjeno vprašanje. Potem je bilo naslednje vprašanje, ali je bila na spletni strani in mobilni verziji preverjena skladno z zakonsko obvezo spletne dostopnosti ZDSMA, da lahko zadeve uporablja vsak. Zdaj, ker je ta aplikacija zdaj trenutno še vedno v beta fazi, bom jaz tako rekel. Delno smo pazili že, da smo poskrbeli za to, da je ta spletna stran dostopna. Zdaj, če bo mi nekdo rekel, če je čisto vse dostopno, ja in ne. Še vedno smo v beta fazi, kjer mi marsikaj še spreminjamo in preurejamo in tega časa še nismo vložili, da je popolnoma dostopna stran čisto vsem. Se pravi, zdaj trenutno, kaj smo naredili v tej novi generaciji Cobiss Plusa, je predvsem ta barvna shema, se pravi, v barvno shemo smo poskrbeli, da so ti kontrasti dovolj različni, da se lahko, se pravi, tisti, ki imajo težave z tem branjem, videnjem, ustrezno pač vidijo, kaj piše, tudi na temni, tako na temni kot na svetli temi. Cobiss Plus je dostopen tudi za slepe in slabovidne, se pravi, tukaj pa pridemo zdaj do tistega če. Neke stvari so vseeno še malo skrite, malo nejasno narejene, tu mislim predvsem na take stvari, ko recimo z tem bralnikom zaslona nekdo gre čez iskalno polje, mogoče potem ta fokus, ki bi mogel biti recimo zdaj na predčakovano, na recimo tukaj leto izida, mogoče je fokus gori na tisti ikonici za iskanje in recimo to so še take stvari, ki jih moramo za slepe urediti. Drugače pa ja, spletna stran bo dostopna vsem in tudi bomo se potrudili, da bodo res čisto vse funkcionalnosti dostopne. Upam, da se nisem zdaj zarekel, zarečenega kruha pravijo se največ poje, ampak potrudili se bomo, da bomo to do konca leta tudi vse realizirali, tako da tudi so te, kako bi rekel, skupine, ki imajo pač te omejitve, bodo lahko uporabljali ta Cobiss Plus in tudi dostopali do vseh funkcionalnosti, tako kot vsi ostali. Tako, potem je ena gospa prosi, če še lahko enkrat pokažeš namestitev aplikacije na mobilno napravo za OS Android. Torej, samo malo, da najdem pravi, torej še enkrat za Android. Torej, vi boste šli na mobilni telefon, ali pa na tablico recimo, ne, greste na tisto povezavo, ki vam je Marko delil preko tegale, kaže QR kode, ali pa ste dobili tudi v obvestilu, in to aplikacijo, oziroma greste na to domačo stran. In ko ste na domači strani v spletnem brskalniku, imate tukaj 3 gumbke, torej več možnosti, jih kliknete in se potem odpre taki dolgi spustni seznam s kup možnostmi in vi izberete možnost dodajanja na začetni zaslon. To izberete in potem vam program ponudi 2 opciji. Bodisi namestitev aplikacije, bodisi ustvarjanje bližnjice. Zdaj bližnjice, vemo, kaj je za spletni brskalnik, vi si želite to namestiti, tako da kliknete na to prvo opcijo namesti in potem še dobite še eno vprašanje, torej želite namestiti aplikacijo in kliknite gumb namesti. In potem pač tole mičkeno traja, par sekundic, in ko je aplikacija nameščena, se vam bo kreirala nekje tale ikonica, pač tako kot se dodaja te mobilne aplikacije za Cobiss Plus. Torej, to je za Android.
Mislim, da ste vprašali za odbit, ne? Ja, hvala Zdenka, mogoče bi to še jaz samo dopolnil. Paziti moramo tudi, kateri brskalnik na telefonu uporabljamo. Zdaj, Chrome ima malo drugače, Firefox ima malo drugače. Tisti privzet Samsung, zdaj, če imamo Samsungov telefon, ki je Samsung brskalnik, ne vem, če to opcijo ima, tega nismo preverjali. Skratka, predlagam, da se uporablja na telefonu za to nameščanje vsaj Chrome. Če imamo možnost namestiti, oziroma če ga nimamo, da si ga namestimo in si preko Chroma to bližnjico namestimo. Aplikacija potem enkrat, ko je nameščena, pa tako deluje kot vsaka aplikacija, ki jo imamo na telefonu in ni potrebno potem tega Chroma vsaj ne uporabljati kot brskalnika nameščen, pa mislim, da mora ostati, ker se potem v Chromu te zadeve zaganjajo. Tako da hvala. Potem imamo vprašanje, ali se članska izkaznica pokaže avtomatično, torej tista izkaznica, ki jo imajo v domači knjižnici že vpisano, ali jo moram sama generirati. Se pravi, članska izkaznica se avtomatsko prikaže tista generirana, se pravi, časovno omejena članska izkaznica se pokaže za tiste knjižnice, ki so to seveda omogočile v Cobiss izposoji. Se pravi, zdaj primer tukaj imamo za mariborsko knjižnico. Ta članska izkaznica je, kot vidimo, časovno omejena, 5 minut in že odšteva tisti čas, kako dolgo še je veljavna ta članska izkaznica. Če knjižnica te opcije nima, zdaj na pamet ne vem, katere knjižnice to nimajo, se seveda prikaže tista 7-mestna članska številka, ki jo pa seveda, če jo želi kdo zlorabiti, poslika in jo lahko seveda nese v knjižnico kot sliko, na kakršenkoli način in seveda lahko potem tudi zlorabi to izkaznico drugega člana. Tako da še enkrat, te članske izkaznice oziroma te generirane članske izkaznice se nastavijo v Cobiss Lip, so parametri, ki jih je potrebno vključiti, tako da če knjižnica še tega nima, to lahko sami preverite za vašo knjižnico, za člana. Če vaša knjižnica tega nima, potem se obrnite na uporabniški servis, da vam to omogočijo. Tako. Ali lahko razvrstimo rezultate iskanja? To sem sicer že odgovoril tudi pisno, pa bom še enkrat povedal, ker je bilo kar nekaj vprašanj na to temo. Se pravi, razvrščanje iskanja v smislu sortiranja po naslovu, po avtorju, po letu izida in tako naprej v novi generaciji Cobiss Plus nismo implementirali še, bom rekel še. Gre se predvsem za to, ker po analizah uporabe obstoječe generacije Cobissa Plus se je recimo sortiranje po letu izida uporabljalo samo v kombinaciji z faseto leto izdaje. Se pravi, kadar sem jaz rekel, da želim za zadnja 3 leta videti ali pa za zadnjo leto videti, ne vem, najnovejše knjige ali pa članke o neki temi, takrat me je zanimalo seveda sortiranje te članke imeti od najnovejšega do najstarejšega. Tako da to smo mi upoštevali v tem iskanju. Se pravi, kadar nekdo izbere faseto leto izida, se avtomatsko ti rezultati posortirajo po letu izida padajoče. Zdaj, ostalih vrst sortiranja uporabniki dejansko niso uporabljali. Zato smo smatrali, da zdaj trenutno ne bi vlagali časa v razvoj te funkcionalnosti. Kot sem pa rekel prej še, tako da če bo prišlo do tega, da boste vi knjižničarji oziroma tudi uporabniki konec koncev izrazili željo, da je to zelo pomembno in zelo nujno in da brez tega se ne da živeti, bomo seveda to tudi vključili. Tako da poskusimo najprej brez razvrščanja živeti, pa da vidimo, kako to deluje, ker mislim, da v večini primerov najdemo to, kaj želimo. Če bo pa treba, pa seveda smo odprti za predloge in bomo tudi to dopolnili. Tako da, hvala za vprašanje. Ali je možna sprememba svetlo-zelene barve pri stanju zaloge prostega gradiva, recimo v temno-zeleno, ker je bela številka izvodov slabo vidna?
To bo Zdenka pokazala zdaj. Pa malo, da prija na nekaj takega, ko ima, najboljše očitno, da začnem iskati na novo. Ja. Aha, ta barva vas zanima, torej temnejšo si želite. Če sem jaz prav razumela, ne? Bom si zapisala, pa bomo se malo pogovorili, da vidimo, kaj za narediti. Hvala, Zdenka. Hvala tudi za vprašanje. Aha, se pravi, na moj komentar, ki sem ga napisal, knjižničarjem nismo nič umaknili. Zdaj, to je kar precej dolgi stavek, tako ga ne bom še enkrat bral, če koga zanima, lahko prebere. Kot pri Livu, tudi tukaj več klikov oziroma daljšo pot do informacij, ki jih knjižničarji potrebujemo pri svojem delu. Absolutno pozdravljamo napredek, ampak vi ste izboljšali tudi tisto, kar je odlično funkcioniralo, pa je to za nas korak nazaj. Torej, ne gre za to, da ste kaj umaknili, gre za to, da ste za nas knjižničarji tudi Cobiss Plus zdaj malo manj uporaben. Resno me skrbi, kako bomo lahko mi v enakih časovnih okvirih upravljali svoje delo. Jaz predlagam, da preizkusite najprej, kako to deluje v novem Cobiss Plusu. Če bo vas to res tako oviralo, bomo razmislili tudi o tem, da bomo knjižničarjem dodali opcijo, ki bo vam to dala na prvi zaslon, če bo potrebno, ampak probajmo najprej aplikacijo, da vidimo, kako deluje, pa se potem pogovarjamo o teh. Tako da bomo tudi upoštevali predloge knjižničarjev, tako da nisem rekel, da česa ne bomo naredili, le vprašanje je o smotrnosti za večino uporabnikov. Govorim samo o tem, da se pravi 90% naših uporabnikov na Cobiss Plusu je vseeno bralcev, 10% nas je knjižničarjev. Se pravi, kaj potisniti naprej, da bo uporabno za eno skupino, pa kaj potisniti, da bo uporabno za drugo skupino, sta seveda dva različna svetova, zato moramo mi sprejeti kompromis, včasih gnili, včasih lepši, včasih lahko kaj bolj elegantno rešimo, ampak so stvari, ki so pač vezane tudi na to, koliko lahko recimo mi primer damo gumb recimo za Comark format tukaj na prvo mesto takoj, ali pa tako, kako smo imeli zavihke v starem Cobiss Plusu, pa koliko recimo to zdaj moti za neki izgled, ki bo pa potem na mobilni aplikaciji, ki je v bistvu ista, samo ti gumbi so mogoče bolj stisnjeni, ali pa zaradi tega na mobilni aplikaciji nekaj se je prikazalo v novi vrstici ali pa na kak drug način, tako da pač mi moramo zdaj razmišljati o tem, kako bomo aplikacijo prilagodili, da bo uporabna tem, predvsem na mobilnih napravah. Seveda knjižničarji imate drugačen pogled na to. Bomo uredili tudi to, če bo potrebno, ampak z enim ampak, če bo vse ustrezno in pasalo v cel koncept, predvsem za mobilne naprave, ker prilagajamo predvsem mobilnim napravam to funkcionalnost. Tako da, prosim za predloge, pa se bomo potem pogovarjali mogoče v naslednji predstavitvi še kaj več o tem. Tako da, hvala. Potem smo dobili predlog. Podal bi predlog v razmislek, da se v ELA potem pri uporabi vrtiljakov v drugem koraku potem sproži prikaz rezultatov v Cobiss Plus. Na primer kriminalke novosti, vse kriminalke po datumu dodajanja. Tudi to smo razmišljali. Gre za to, da smo, kako smo to rekli, se pravi, portal Cobiss ELA ni iskalnik, ampak je brskalnik. Se pravi, Cobiss ELA kot portal bi naj uporabniku omogočal lažje brskanje po žanru, po ne vem, najnovejših knjigah, po avtorju, po vseh različnih teh pogledih teh knjig, in da so seveda prikazane na ta način, kot vidimo, da je to kot neka kartica. Še vedno iskanje lahko prožimo, se pravi, na vrhu gor imamo to iskanje, kjer mi lahko vpišemo iskalnik,
Zdaj, če ne želimo uporabljati portala Cobiss-Ela za iskanje, seveda lahko mi še vedno uporabljamo Cobiss Plus kot iskalnik, se pravi, če gremo, lahko uporabimo recimo tako, kot Zdenka kaže, hiter filter Cobiss-Ela in vpišemo tudi zvezdico, če je treba. In pa seveda na desni strani imamo še potem gori na vrhu tudi filtre, kjer lahko omejujemo in po ponudniku in pa seveda po žanru, ki nas zanima. Tako da portal Cobiss-Ela pa, kot rečeno, je namenjen bolj brskanju, kaj vse v bistvu Ela omogoča od gradiva, kakšne žanre, pač jaz bom rekel tisto drugačen pogled na iste podatke, mogoče sortiran po nekih relevancah, po količinah, po številu izposoj, po en kup različnih pogledov, ki jih pač imamo. Tako da Cobiss-Ela portal pač moramo gledati na njega kot brskalnik, se pravi nekaj, kjer nam pač na ta slikovit način prikaže vse, kaj pač lahko beremo. Potrudili smo se tudi z Združenjem splošnih knjižnic, da imajo vse knjige, ki so v Cobiss-Elu dodane, tudi svojo naslovnico, tako da mislim, da ni zdaj niti ene knjige, ki nima naslovnice, tako da imamo te stvari urejene. Je pa bilo še prej eno vprašanje, mogoče lahko zdaj to izkoristim, se pravi šolske knjižnice, bilo je vprašanje, kaj pa šolske knjižnice. Se pravi, šolske knjižnice so uporabljale S-Biblos, tisti, ki to mogoče poznate ali pa ne poznate, ki je bil tudi ukinjen, zdaj ukinitvijo takrat Biblosa. Zdaj zadeva je takšna, z Ministrstvom za šolstvo se dogovarjamo o tem, se pravi, da bi se vpeljala tudi Ela za šolske knjižnice. Bo pa to seveda svoj čas trajalo, da se pač vsi ti koščki sestavljanke zložijo skupaj, tako da časovnega okvirja, kar se tiče za vključitev Ele za šolske knjižnice, ne morem podati. Bo pa to sigurno v prihodnje urejeno. Ta prihodnje, ne bom rekel časovno do jeseni, ker vemo, kak so ti časovni termini. Tudi vemo, da ministrstva počasi meljejo, pa nimam nič kaj slabega za reči za ministrstvo, ampak pač neke stvari terjajo svoj čas in ko bo vse urejeno, bo tudi Ela za šolske knjižnice urejena. Tako da, hvala za vprašanje. Ali so naši osebni podatki pri deljenju police zabrisani? Se pravi, ko mi delimo polico, mi ne vemo, od koga je ta polica. Mi samo vemo, da je bila deljena s strani nekoga. To je zdaj tak nekoga je en velik vprašaj. Se pravi, če vam jaz zdaj delim mojo polico, ki jo imam za, ne vem, moje poletno branje, tako kot sem prej omenil, jaz delim samo povezavo z vami in pa seveda vidi uporabnik končni knjige, ki sem jih jaz dodal na polico. Ne vidi mojih osebnih podatkov, razen če jaz v ime police vpišem, to pa je Markotova polica, te ve, da sem jaz Marko, drugače pa te police, mislim, iz te police ne more priti do nobenih drugih osebnih podatkov o tistemu, ki je delil polico. Tako da to je dejansko anonimno deljenje police, dokler pač mi skrbimo za to, da imamo anonimno polico, ne. Se pravi, tako kot imamo tukaj primer za Anžeta, že vemo, da obstaja nek Anže, kaj zdaj to pomeni, bo verjetno tudi to, da če bom jaz to polico delil nekomu, bodo vsi vedeli, da je to za nekega Anžeta. Zdaj, kdo si lahko pač s tem podatkom pol kaj pomaga, zdaj verjetno, če me osebno pozna, pa ve, da imam jaz enega prijatelja Anžeta, bo verjetno vedel, da je to za njega, če me osebno ne pozna, si verjetno s tem Anžetom nič ne more pomagati, tako da to je pač tudi stvar malo, na kak način bomo mi te police poimenovali, pa sami pač pazili malo na to anonimnost, ampak drugače pa ne dobi nobenih mojih podatkov, se pravi imena, priimka, mojega maila, podatkov o kakem članstvu, s katerim delam jaz v svojem profilu in tako dalje, teh podatkov ne delimo. Tako da tukaj se deli res samo povezava do police in v tej povezavi je dejansko skrit samo ta identifikator police in nič druga.
tako da smo lahko sigurni, da je to anonimno. Kot rečeno, do te mere, da mi pazimo tudi, da je ime police anonimno oziroma ne povezljivo z neko osebo. Potem še imamo eno prošnjo. Prosila bi še za odgovor glede naprednega prikaza in razvrščanja rezultatov v e-zbirkah za potrebe akademskih uporabnikov. Beta različica novega Cobiss Plus ima zelo omejen prikaz rezultatov. Kot rečeno, imamo zdaj seveda v iskalnih rezultatih manjši nabor podatkov vidnih, kot je viden v starem Cobiss Plus. To je po eni strani namenoma naredito zaradi tega, da je tudi aplikacija bolj odzivna, po drugi strani mislim, da smo zajeli vse tiste nujne zadeve, ki so. Zdaj, če se to nanaša na portale, portalov še nismo definirali. Portali bodo imeli širši nabor teh osnovnih podatkov prikazanih tudi v iskalnih rezultatih in tudi v tistih osnovnih podatkih, ki jih bo potem na posameznem zapisu uporabnik, raziskovalec lahko videl. Se pravi, bomo imeli tiste, kaj so ikonice bile, recenzirano, odprti dostop, povezave do odprtih, mislim, do prostodostopnih dokumentov, anti-wall in tako naprej. Vse te zadeve bodo dostopne, ne vem pa še kako in kdaj. Se pravi, to še bomo mogli malo mi tudi na naši strani analizirati, pa pripraviti, tako da to nas čaka v eni od prihodnjih verzij. Tako da upam, da sem odgovoril tudi na to vprašanje. Kje pa je omogočeno iskanje preko predmetnih oznak, če uporabnik najde gradivo, ki mu ustreza in bi rad iskal po predmetnih oznakah tega gradiva, da poišče podobne rezultate. Se pravi, to je tisto iskanje poišči več. Zdaj išči več imamo delno implementirano. Se pravi, to je stvar, ki je še v povojih. Trenutno mislim, da imamo samo implementirano iskanje istega gradiva oziroma vse izdajene različice prevodi tega gradiva. Se pravi, manjka nam še ta iskanja po avtorjih, se pravi, iščemo gradiva avtorja tega gradiva, iščemo gradiva po predmetnih oznakah, iščemo gradiva, mislim, da vsega skupaj 9 opcij, če se ne motim. Tako da tega je kar precej. To bomo tudi v eni od prihodnjih verzij dopolnjevali in dodajali. Tako da malo še bo to za potrpeti, ampak je v planu. Ali se da izpisati vsebino police? To nam pride prav, da predamo uporabnikom rezultate iskanja in lahko sami naberejo fizično gradivo. Se pravi, samo polico izpisati kot na printer ali pa v nek Excel, mislim, da še tega nimamo implementiranega, tako da to še je funkcionalnost, ki jo še moramo dodati. Tako da je na našem to-do. Dobili smo tudi zahvalo za predstavitev, tako da hvala za spodbudne besede. Tudi jaz verjamem, da bomo se malo prilagodili vsi, pa stopili korak naprej. Tako da hvala za spodbudo. Tudi gospod je napisal, hvala za odgovor, z uporabniškega vidika se ne bi ravno strinjal, ampak to je stvar debate, se strinjam. Tako da, če ne druga, se v tem strinjamo, tako da. Pa še pohvala, novi Cobiss Plus je na pogled deluje zelo všečno, bomo še malo bolj raziskali misterije, ki se skrivajo v njem. Ja, res hvala za pohvale, trudimo se, da bomo naredili ta Cobiss Plus res, kako so naši rekli tukaj, da je ta manj obremenjen, tako da trudili se bomo, da bo tudi ostal manj obremenjen, pa da bomo še vedno vsi imeli vse podatke na roki, tisto, kaj dejansko potrebujemo, pa tiste, kaj mogoče ne potrebujemo, bomo tudi imeli na roki, ampak bo mogoče do njih potrebno kaki dodatni klik, tako da hvala, res hvala. Potem je bilo še vprašanje, ali je v načrtu, da bo bilo vidno tudi število izposoj v izbranem obdobju, tako kot je sedaj.
Ja, tudi to imamo v planu. Kaj se tega tiče, moram tudi povedati, da imamo zdaj z avtorji v bistvu malo včasih kakšne težave, predvsem v tem, ker avtorji pogledajo na Cobiss Plusu, kaj se tiče števila izposoj in potem recimo poznamo še mogoče knjižnično nadomestilo in se potem knjižničarji oziroma avtorji tega gradiva čudijo, zakaj je moje gradivo, primer Oj, Triglav, moj dom, bilo izposojeno na Cobiss Plusu 1200-krat, v knjižničnem nadomestilu je pa samo 600-krat bilo izposojeno. Kam je izginilo zdaj teh 600 izposoj? In potem pač moramo razlagati, da je tukaj stvar pač pravilnika, ki zadeva knjižnično nadomestilo in pa seveda število vseh izposoj, ki je bilo kjerkoli narejeno, malo različno. Ampak ja, tudi ta funkcionalnost bo na voljo, tako da s časom, mogoče že celo v naslednji verziji. Pa še eno zahvalo smo dobila, hvala za izčrpno predavanje, predvsem pa hvala za ves trud in čas, ki jo vsakodnevno vlagate v naš boljši jutri. Želim vam maksimalno lepo izkoriščen dopust, ki ga že več kot samo zaslužite. Ja, res, hvala tudi vsem vam, čeprav še je ta naš dopust prvomajski, je recimo blizu, tako da mogoče do 1. maja je še slab mesec, tisti poletni pa še je kar daleč stran, tako da hvala lepa za lepe želje, kot vidim, smo prišli skozi vsa vprašanja, tako da zdaj, če ni več nobenih vprašanj, jaz vas še enkrat vabim, da res si vzamete čas, pregledate vse te, tako kako je bilo slikovito napisano, misterije novega Cobissa Plus, deluje malo drugače, bolj pregledno mogoče, za knjižničare je mogoče res kakšna stvar bolj skrita. Nekatere stvari, kot rečeno, bomo še dopolnili, čisto vsega še nismo. Zdaj v prihodnji verziji imamo predvsem medknjižnično izposojo kot večjo funkcionalnost za dodati in pa seveda podaljševanje članstva, plačevanje preko EUJP in še kakšno drugo funkcionalnost, ki nas še čaka. Tudi ti naši portali bojo prišli na voljo, se pravi ADZ, Dikult, Umnik in tako naprej. Tako da tudi to bo prišlo na vrsto. Prosim pa res, da vzamete si čas, pogledajte, kako ta vaša gradiva, predvsem prikaz zaloge, izgleda v novem Cobiss Plus. Iz Kranjske knjižnice smo že dobili nekatere pripombe glede tega. Tudi sami pogledajte, tudi ena kolegica iz UKM je napisala, da se vidi recimo arhivski izvod, tudi tega recimo še nismo umaknili, tako da pogledajte, če so še kakšne takšne stvari, ko veste, da imate vi kakšno posebnost v knjižnici, pa če res, da vidimo, kje smo še pri tem prikazu zaloge, mogoče pa še kakšnih drugih zadevah, ki jih moramo pogledati, tako da za Zdenko se vam najlepše zahvaljujemo za vso pozornost, ki ste nama jo dali. Vidim, da smo slabi 2 uri govorila, tako da res hvala za vse, ki ste bili strpni. Vem, da je bilo ogromno informacij, ki ste jih dobili v zelo kratkem času. Zdenka je tudi hitela, ker vemo, da je ogromno stvari za pokazati in povedati in Bog pomagaj, če ne pohitiš, se lahko to zavleče tudi na 3, 4 ali pa celo 5 ur. Tako da za tiste, ki smo šli mogoče prehitro skozi, bi predlagal, da se zdaj malo oddahnete najprej, ker je bilo vseeno, tako kako sem rekel, kar precej informacij, pa si ogledate tudi ta naš YouTube posnetek, ki bo na voljo. In v tem YouTube posnetku kadarkoli stisnite pavzo in preizkusite te stvari, ki jih je Zdenka pokazala, pa mogoče se vam bojo potem porodila še kakšna vprašanja, še kakšni predlogi. Mogoče Zdenka še ti samo pokažeš, kje lahko te predloge oddajo, oziroma če bojo odkrili napake. Se pravi, lahko kar preko novega Cobissa Plus v tem meniju imate opcijo prijavi napako. Tukaj samo kliknite, odpre se vam en obrazec, kjer samo rečete, zberete v bistvu to testno testiranje specifikacije,
Ne se strašiti zaradi strokovnega izraza, gre se predvsem za to, da vi vaše mnenje napišete, lahko dodate tudi kakšno pohvalo, bomo zelo veseli. Sicer pa lahko tukaj noter napišete vaš predlog, če imate kakšno sliko, lahko sliko tudi prilepite, lahko Word dokument, PDF dokument, vse bomo sprejeli in če boste imeli kakšne konkretne predloge in težave, bomo seveda to pregledali in probali čim prej odpraviti oziroma dopolniti. Tudi če boste imeli kakšno idejo za novo funkcionalnost, bomo z veseljem poslušali pa poskušali realizirati v kateri od verzij, tako da res vljudno vabljeni še enkrat, da preizkusite, vidite. Za Zdenko pa se vam res najlepše zahvaljujemo za vso pozornost, pa lepo bodite. Videnje. Nasvidenje.